Je nič? Prav. Kako si? V redu. V redu. Zdaj boljš. Zdaj boljš? Ja. Zakaj je zdaj boljš? Začela sva, pa je pač malo. Aha, pa je malo lažje. Pa Ja. vidim, da ne grize. Ne, sploh ne. Ful ti hvala, ker si rekel Jano. Cenim, res cenim. Pa bi za začetek, da tako kot ponavadi, ne. Malo o tem, kdo je Primož, kdo sedi tukaj z mano. Pa bi ti kar prepustil besedo. Primož v privat življenju, oče, partner, pač prijatelj. V poslovnem pa zdaj že kar nekaj časa, se pravi, septembra bo 15 let, zaposlen v Istri, v trgovini, ki se ukvarja s salonu, s keramiko, ki se ukvarjamo s sanskimi kopalnicami in s vsemi stvarmi, ki pašejo zraven. S tem, da sem prišel v podjetje kot direkt, se pravi, že prej oče me je pripeljal, ko sem bil star po moje v 7-8 razredu, iz Sabo, ki je bil pač vodovodar in sem jaz videl, kako je tam. In sem se potem tudi, ko se bilo treba odločiti, kaj bi delal v življenju, odločil, da bi šel pa step by step, da bi prvo naredil trgovsko. In sem pač 3-letno tukaj v Domžalah delal. In zraven pač prakso, pa to študentsko delo isto v našem podjetju. Potem pa itak ni bilo nikoli dovolj, sem mogel narediti še +2. Pa potem še pač faks naprej, management sem delal v Celju. Ko se je bilo pa treba odločiti za fiksno, ko je bil konc pač faksa. Študentskega obdobja, ja. Sem se pa odločil, da grem pač delati k nam kot prodajalec. In potem od tega je zraslo do tega, da sem zdaj uradno namestnik direktorja, neuradno pa pač še vse ostalo, od deklice za vse in tako naprej. Pa je to v bistvu tvoja prva in edina zaposlitev? Uradno prva in edina zaposlitev pač kot zaposlitev, imel sem pa kakšne študentska dela še prej in tudi vmesno. Priložnostno. Priložnostno, ja. Delal sem pa takrat že z očetom veliko, ker je pač vodovodar in sem mu že iz otroških let naprej pomagal. Ti, odkit pa ta veselje do vodovoda, pa tako, mislim, gojiš kakšen poseben odnos do tega, ali je to bolj tako stvar navade, ker z očetom to delo? Ne, pa to je prven stvar navade, to so bile običajno kakšne sobote vedno, ker sem pač čez teden šola, pa to, tudi v osnovni šoli proti koncu. Pa so pa sobote vedno imela zase, pa so pač šla kakšno stvar narediti. Jaz bil zelo malo vajenc. Ja, čez počitnice so bile pa pač od ponedeljka do petka se je pa delali. Kakšen odnos sta pa imela z očetom, ko se je to delalo? V redu. Jaz mislim, da je načeloma ena najbolj pomembnih stvari, ki ti jih lahko starši dajo, to, da te naučijo delati. Da te naučijo pač nekaj z rokami ali pa pač s čimerkoli iz glavo narediti, pa da to pač znaš ceniti. Ja, to smo jim lahko tisti, ki so nas to naučili, ali pa je šlo za svoje, tudi rečem, ogromen je to vreden. Ta nastavek za delovne navade, bi človek temu rekel. Poleg tega, da pač nas mora pa naučiti še delati z denarjem, delati z ljudmi. Ja, dobro. Pa še kaj, ampak okej, to so že malo zahtevno. Ja, ne, to pa rastemo, ne? Ja, to pa rastemo. Prostora za to je pa dovolj, ja. Ti je bilo kdaj žal, da si zajadral v to smer do zdaj? A pa si imel kakšne druge sanje kot otrok, ali je bilo to tlakovano? Mislim, kakšne sanje, pač vsi smo jih imeli, verjetno. V začetku osnovne šole so bili verjetno taki, da bi bili vsi ali računalničari ali kaj tazga, ker se takrat to računalniki dobro razvijali. Od takrat naprej pol čez srednjo in čez faks sploh mi ni bilo pa žal nikoli. In tudi zdaj mi ni, če pogledam nazaj, kaj vse smo kot jaz ali kot firma naredili, mi pač ne vem, če bi spremenil kakšno stvar. Praviš, da si upravljal več različnih funkcij, ne? Katera izmed teh funkcij ali pa delovnih nalog ti je pa tako najbolj z veseljem delaš ali pa iz zanosom ali pa da si proaktiven? Jaz še zdaj, ko so kakšni dopusti,
kaš bolniške, karkoli tazga, ne načrtovanega. Z veseljem delam in pri nas v trgovini za pultom in v salonu. Pa mi to tudi ena od stvari, ki verjetno, če jo ne bi smel delati, pa ne bi mogel delati, bi jo verjetno pogrešal. Kaj bi pa pogrešal prav pri temu? Verjetno stik s strankami. To ti je Pa to, da pač včasih je bilo pri nas, mi imamo odprte tudi sobote od 7 do 1. In ob sobotah je bilo vedno tako, da so ljudje, ki so jim pač verjetno doma, ljudje, moški, ki so jim verjetno doma partnerke, da je tisto pipo pa že zrihtaj, ali pa ti perlator zameni in potem vidiš človeka, ki ti prije noter v trgovino z vrečko, pa ti tam na pult da vse njegove težave tiste sobote, ki mu lahko pač pomagaš, ki itak ne znati razložiti, kaj rab. V bistvu še sam ne ve točno, kaj rab in mu pač tam sestavimo. Mi smo imeli, še zdaj imamo, danes smo prenovili trgovino, ampak obdržali smo pa eno posebno škatlo, oziroma zdaj jih je že malo več. Poslovodje že od začetka, od 35 let nazaj, imamo vedno nek škatlo, 2 tistih rezervnih delov, ki taj kakšno stvar, kje ustane, pa karkoli, in da pa lahko kakšnega kdaj tako rešiš, samo da mu jo pač daš, ker itak prodati mu ne moreš, ker so pač razno-razni rezervni deli. In to škatlo smo tudi zdaj prenovi, ima častno mesto. To je bilo, pač sobote so bile vedno tako, da tudi kakšni popodnevi, kakšni petki, da se je reševali take stvari. In se pravi, pomoč ljudem je tisto, ki ti je... Mislim, ja, se načeloma mislim, da je v človeški naravi, da želimo pomagati. Ali ni? Mislim, lepo bi bilo, da bi bilo tako. No. Ja, če bi vsi tako razmišljali, bi bilo čudovit. Sam žal verjetno ne vsi. So vedno izjeme, ki potrebujejo pravila. Ja. Ti Vistra, koliko je to staro podjetje? V bistvu si ti otrok Vistre v narekovajih. A bi lahko si tako Jaz sem eden tistih, ki je to moja edina zaposlitev. Vistra je drugač 35 let staro podjetje. Decembra praznujemo 35-letnico. Čestitke. Hvala. Jaz bom pa septembra 15 let tukaj. Uradno pač zaposlen, pa še tistih par let prej sem bil zraven. Drugače pa to začela Vida Strajner, tukaj tudi ime Vistra. To je mami od zdajšnjega direktorja, pa od prokuristke, tako da je v osnovi še vedno nekako družinsko podjetje. Se je pa zdaj to razvil toliko delež. Deva tako malo kronološko. Kje se je začel, s kakšno idejo, pa kje so bile recimo umestne faze, pa kje ste danes? To je bila od začetka trgovina z gradbenim, tehničnim in vodovodnim materialom. Potem se je pa čez leta razvila do tega, da so se začele prodajati ploščice, se je začeli malo fokusirati na vodovodni material, na sanitarije, na te stvari. Zraven se je pač takrat pol naredil še, to je še krepko pred tem, ker sem jaz sploh vedel, ki je Vistra. Pa se zraven naredil še salon. Jaz sem za leta tako slab, zadnjih 7 let, pa že prej, zadnjih 10 let bo rekla, se je pa krepko vlagali v salon, v vse te stvari, ki so zakopalnice pa to. Zadnjih 7 let imamo pa tudi blagovno znamko Vistra Boutique, ki je pri nas razvila, pa tudi vod salon Špela naša, ki je dejansko zadnjih 7 let z nami. Od takrat naprej se je pa porazvil toliko delež, da nas je zdaj v podjetju 19, da imamo zaposlene arhitekte, ki svetujejo v sklopu teh naših arhitekturnih svetovanj. Tako da smo šli kar lepo po stopničkah, ampak v končni fazi kar zelo hitro, v zadnjih parih letih se je to kar tudi nivo in postrežbe in storitev na splošno in kakovost blaga pa vsega tega krepko dvigne. Kaj pa je srčika podjetja, nekaj, ne vem, kaj je del kulture v podjetju? Ti imaš možnost opazovati tudi, kako podjetje raste, ne? Pa ne zdaj samo v smislu prometa pa kvadratov, ampak v smislu tega, kako napreduje neka vizija. Kaj bi rekel, da so, ne vem, dve glavne značilnosti, ki jih hočete stranki doprinesti ali pa
po kakšnemu konceptu filozofije delujete? A ne? Ja, sem dosti razumel. Ja, drugače na ta vprašanje verjetno lahko en kup odgovorov dam. Pri nas je bilo vedno tako, da je bilo vedno dobro vzdušje v podjetju. Sprav, vedno smo se dobro razumeli in tudi ljudje, ki pridajo, to opazijo. In vedno je bilo tako, da želiš pomagati, da želiš, ko nekdo pride, mu želiš čim bolj svetovati, mu želiš čim bolj pomagati, da bo prišel do svoje, če rečemo temu, sanjske kopalnice. Ja, lahko potrdim, da ta izkušnja prva se res zelo lepo zapeljana in to, kar si rekel, potrjujem z prve roke. No. Hvala. Marsikjer mu lahko za vzgled, kako mora neka storitev na določenem nivoju izgledati, pa ne glede na budžet. Ja, se to pa nas mogoče ni dosti jasno, ampak mi imamo ne samo, da imamo res zelo lep in zelo velik salon, da imamo tudi spodaj na zalogi ogromno stvari, ki so rabim par kvadratov, nekaj za poštukata, pa za eno šolo nekaj vmes, ki delajo. Tega je ogromno na zalogi in tudi po jasno ta pravih cenah. Ne samo, da so in ploščice in tapete vseh rangov, ampak tudi, da so kakšne stvari tudi na zalogi. Ti rekel si kolektiv. Se pravi, dobri odnosi v kolektivu so tisti, ki vam na koncu rezultirajo v zadovoljnih strankah, če sem prav razumel. Jaz mislim, da bi se čutili, če se mi ne bi lepo pokonektili, če se ne bi lepo sestavili, kaj je ena sestavljanka. In tudi to, če bi kdo od nas predolg časa, razumem, da je kdo slabe volje, kakšen dan, dva, ampak če si predolg časa z odporom hodiš v službo, to pač ne gre skozi. In se čuti, verjetno na celem kolektivu. Jaz sem enkrat, ne vem, kaj je že bilo, direktor Gregorju rekel, ko bom jaz enkrat en teden zapored takšne volje v službi, toliko z odporom prišel v službo, ko sem danes, pač tisti dan, ko sem se pogovarjala, rekel, jaz po enem tednu ti dam odpoved, pa grem magarne veliko, lepo krave past, ker to. Pač, pa je bil pol itak, ni bilo 3 ure, je že itak drugače. Ker mislim, da bi mogel vsak delati tisti, ki si želi, no. In z veseljem pač to delati, ker verjetno samo na tak način lahko dosežeš nivo storitve ali pa odnosa, ki ga želiš imeti. Ti, kot namestnik direktorja, kjer 3 komponente ali pa kljukice pa mora imeti kolektiv, da lahko vzdržuje neko pozitivno atmosfero v firmi? Kjer 3 kljukice? Ja, kjer 3 stvari? A pa kako ti kot direktor poskrbiš, da s kadri je treba zmer delati, to ni, da se kar ta pozitivna klima sama ustvarja. Mislim, v štartu je verjetno tako, da že ko zaposlujemo, moramo krepko paziti, da so, če ti kdo preveč ven seka, verjetno ni toliko dobrega kolektiva, ki ga ena napačna oseba, ki bi jo zraven dal, lahko poruša. Veš, kaj hočem povedati? Ja, če se razumem. Verjetno je to res, da so ti vsej približno kompatibilni zaposleni, da imajo dobre razmere, zaradi tega pač se skozi vlaga ali v prenove ali v gradnje v te stvari, da imamo dobro tudi opremo, da imamo programe, da imamo vse te stvari. In pa verjetno je dosti pomembno tudi to, da tiste stvari, ki jih prodajamo, da verjamemo v njih, da jih poznamo, da verjamemo, da jih zaupamo. Če pač vse je verjetno isto kot pri tebi. Če ti zaupaš, če ti poznaš proizvod, če mu zaupaš, ga potem tudi lažje in boljš prodaš stranki. Ja, dejstvo je. Če ne moram stati za produktom, ga ne bom prodajal, žal. Ja, jaz tudi ne moram tega. Ja. Včasih je lahko produkt dober, pa je lahko support pomanjkljiv, pa se už spet vprašal, če už to prodajo. Ja. Zato, ker na koncu stranka jih te prišla po nasvet. Ja. Jaz zase vem, da sem dober prodajalec, ampak jaz, če ne zaupam proizvodu ali pa storitvi, svetovanju zadaj, ali ne vem, kjerkoli od teh stvari, jaz tega ne morem prodati. Tako. Kaj pa pri zaposlenih najbolj ceniš? Pripadnost. Loyalty. Ja. Pripadnost firmi, ki pač je včasih treba tudi malo potrpeti, pa kakšno stvar narediti. Naprimer, lansko leto smo prenavljali trgovino, okrog 500 kvadratov. Smo prenovili za moj okus kar zelo hitrem času.
In medtem je bilo pač treba imeti trgovino nekje druge. Smo jo pač prestavili v parih dneh, medtem ko smo laufali, vse nismo rekli, imamo 14 dni zaprto. Medtem, ko smo jo selili, smo pač avtomatsko obratovali vmes in takrat se pač pokaže, kaj vse smo ljudje pač pripravljeni storiti za firmo, ki ji pač pripadamo. Je dober pokazatelj, verjetno, Ja. ko moraš skupaj stopati. Ker pač nisem to od 7 do 3, pa gremo dam, ampak je tudi če je samo od 7 do 3, ampak ti lahko v 8 urah ogromno narediš, če se malo znajdeš, malo poštudiraš. Je bilo pa treba tudi kakšne urce kdaj potegniti. Ja, dobro, vse je normalno, se biznis je živa stvar. Ne? Zelo težko ga. Dobro, te velike podjetja, ki imajo 2000 zaposlenih, ura 2, tam dobro, vi imate že kakor toliko velik kolektiv, ampak še zmer diha družinsko. Ja, nas je zdaj 19, pa se načelamo kar, mislim, ne načelamo, se zelo dobro razumemo med sabo. Je tudi dobro, ker še vsem tudi verjetno nek na meji, da bi lahko rekel, da se še vedno vsi med sabo poznamo, da pa jasno pri 19 ne moreš iz vsem imeti enakega odnosa. Pač je še vsem malo, tisti, ki malo bolj skupaj delajo, ki že 10-15 let skupaj delajo, se še vsem malo drugače poberajo kot kakšen, ki bolj na koncu pride. Ja, sigurno. Čas je, mislim, svojo pot je treba prehoditi, da ustvariš neko zaupanje, pa odnos, pa ne nobena stvar ni z danes na jutr. Ti kva pa odnosi z dobavitelji? Prvo imate v bistvu ogromen asortima. Od do. Ja. Kako pa na to gledaš, kako pa to zbirate? Zdaj, če bi gledal, koliko je pri nas velik asortima, oziroma koliko je dobaviteljev, bi na pamet rekel, da jih je pač na tem delu v salonu krepko čez 100. Od proizvajalcev ploščic do proizvajalcev sanitarne opreme, armatur, kabin, tapet, glinenih imetov, razno. In iz vsakmu pač tako ali pa drugače razviješ en odnos, to je res. Tukaj je mogoče ena zgodba, pač te stvari se običajno delajo prek agentov, se pravi italijansko ali pa pač nemško, kakšnokoli podjetje za določen trg dobi agenta, ki je zadolžen za delo, area manager, v tem smislu, ki je zadolžen za delo na tem območju, na tej regiji. In pol pač agenti pridajo, se malo enkrat, dvakrat se pač malo pogovarjajo in počasi se pač en odnos naredi. Načeloma k nam radi pridajo, ker jih skušamo poslušati, skušamo najti pač skupno vizijo. Je pa včasih tako, da včasih še toliko nazaj, ker sem jaz mogel malo več s tem ukvarjati. Je bilo včasih tako, je kdo prišel prvič, ki si ga prvič videl, ni v življenju, da bom od nekoga kupil eno stvar, a pa vzel firmo, pa je pol ful samozavestno prodajal, tega prvič vidim. Je bilo vedno tako, pa prvič, pa drugi, pa enkrat, dvakrat rečeš, danes ne morem, danes ne bi, deva še kdaj se dobiti pa to. In pol s časoma pač se je zgradil odnos, ker je pač kako so rekli, vidnost, kredibilnost, profitabilnost. To smo nek slišali že. Ja. Ja, primerna ali pa zdrava partnerska veriga dobaviteljev je za preprodajalce, pa svetovalce en izmed ključnih elementov uspešnega poslovanja. Ne? Pa tudi v končni fazi zagotavljanja storitve. Ja. Tako da mi s temi kar z vsemi dosti lepo sodelujemo. Tudi, ko imajo ta italijanska podjetja večinoma, kakšne te okrogle obletnice, nas povabijo, kakšnega pridite nas malo pogledati na zabavo pa te stvari. Tako kot tudi mi, ko delamo te konec novembra, decembra, običajno delamo večjo zabavo za poslovne partnerje, mi takrat povabimo vse predstavnike dobaviteljev. In zadnje čase se zgodi, ravno včeraj ko sem šel čez salon, slišal, ko je Špela enemu od agentov rekla, decembra moj datum povedala, nisem si ga zapomnil, imamo pa zabavo. Si je dal gospod v koledar in bo sigurno prišel. Ja, da bo pripeljal 500 km stran za 2 dni, samo zato, da bo z nami, jasno, da bo z nami gradil odnos, ampak tudi zato, da bo pač malo poklepetal, pa da bo z nami na zabavi.
Pa Ja. ne bo edini. Veliko date na te odnose, ne ogromen. Ja. Vse to je najbolj važna stvar. Ti kako pa je z Italijani delati? Ja. Z Italijani delati je pač verjetno tako kot z vsakim posebej pač v poslu zanimiv v vsakem primeru. Je počasih tako, da res treba kakšno stvar dvakrat, trikrat povedati. Aha, čas je vzeti. Pa z velikimi tiskanimi ali pa malo glas dvigant, kdaj, da pač to res rabimo in to bomo jutri zjutraj naložili. Ne moramo pripraviti, boste pripravili, zato ker pač res rabimo, ker smo predolgo časa čakali, razno. Pač. Jaz mislim, da ko jim postaviš okvirje, tako pa tako mora biti, pa tako bo, je pač spet malo lažje. Verjetno, se tudi jaz, če vam kdaj preveč proste roke, mi pač ni toliko pomembno, kakšna stvar narediti. Tako pa veš, tole pa tole res moram, zaradi tega je pa malo lažje. Vistra butik. Kaj je glavni namen tega butika? Ok, je salon, ampak kje pa je vizija od zadaj za njemu? Kaj hočete doseči s tem butikom? Najboljši servis na našem področju. V smislu svetovanja? V smislu svetovanja, v smislu artiklov, v smislu, da je to res salon narejen tak, da se vsak dobro v njem počuti in da lahko zbere ali komplet za celo hišo stvari. Zdaj smo malo asortima razširili še na parkete, vinile, dekorativne glinene omete, pa tapete, naprimer. In tudi v smislu tega, da bomo pač lahko ali naši arhitekti ali pa stranke, ki imajo svoje arhitekte, da pač lahko izberejo stvari in se pač oprem tom, tako kot se gre. Kaj pa zate to pomeni kvaliteten servis, ki ga mogo opisati? Kako si to predstavljaš? Kaj je zate ta kvaliteta? Tu v prvi fazi to, da se posluša stranko, da pač se ji naredi, ne vem, primer, gospa ne ve čisto točen, a bi rada imela en umivalnik, a bi rada imela drugačen umivalnik, tip umivalnika, naprimer. In da znajo vsi naši povedati prednosti, slabosti ene stvari, prednosti, slabosti druge stvari, in da pač na koncu ima stranka tisto, ki si želi, oziroma tisto, kar potrebuje. Saj pač želje so vedno Instagram, Pinterest, pa vse te stvari, ampak na koncu vse te stvari na Instagramu pa Pinterestu imajo kopalnice 20-25 kvadratov lahko. Zdaj pa tudi to narediti v 3x3 kopalnici, ki ima na koncu še okno, na začetku ima ena vrata, pa mi noter bi imeli še pralni stroj. Ti, koliko je, če imaš podatek, koliko je v povprečju velika kopalnica v Sloveniji, ki jih dela? Nimam pa. A govoriva so to... Ne, to je pač, to so za svetovne razmere majhne kopalnice. Se pa to spreminja, pač verjetno od zadnje čase so malo večje, zato ker imamo pač, verjetno se zdaj sigurno se ne delajo zdaj več 3 štuki, koliko so se včasih. In če ti to delaš, veš, da boš delal rajš sam zase, pa pač tako, kot se zagre. Nekaj se delati večgeneracijske hiše. Zdaj imaš 2 kopalnice, v pritličju imaš kopalnico za goste, s tušem, ni mustno, ampak pa na vrhu imaš master, oziroma idealno je, od kvadratov imaš lahko tudi 2. Idealno je, da bi imel na vrhu, mislim, jaz, če bi to zase delal od noga, bi imel na vrhu, mislim, ok, če bi zase delal od noga, bi imel pritlično hišo, ampak ok, glede na parcele pa te stvari, imaš master kopalnico iz Kadjo, lepo pa pozdraven še en tuš, pa pol posebej samo otroško s tušom in to. Ti, kjer pa misliš, da so 3 najbolj pomembne stvari, ki se lotaš kopalnice? Pa dajva vzeti, da sva parceglo, se pravi, ne zdaj glih keramiko, ampak kaj je ključnega pomena, da moraš fajn razmisliti, preden se lotaš ali adaptacije kopalnice, ali pa če planiraš novo kopalnico, na kire 3 elemente recimo je najbolj fajn, da si pozoren, ko začneš razmišljati, kakšno kopalnico si želiš, a pa kakšna je tvoja sanjska kopalnica. Zdaj mi bo verjetno žal, ker nisem včeraj si prebral bloga. Mi imamo blog v času korone, pa še malo predtem smo začeli s tem blog
kaj potrebuje, načrtovanje kopalnic, nekaj v tem smislu. In tam niso 3, mogoče jih je 5 postavk. Ta prvi je verjetno tloris, s katerim smo vsi omejeni. Se pravi, kakšen je tloris, oziroma kaj vse si mi želimo v tem tlorisu zajeti. Verjetno ni bolj važno to, ali želimo imeti tuš, želimo imeti banjo, želimo imeti, ne vem, WC, ali želimo imeti slučajno tudi bidet zraven, ali želimo imeti 1 umivalnik, 2 umivalnika, ali bomo imeli pralne stroje noter ali ne. To je pač eno od teh stvari, kaj vse so tiste idealne stvari, ki jih hočemo imeti noter. No in po tvojih izkušnjah, kire stvari so, da imava neko, da nova pretiravala s kvadrati, da je 3x3, se pravi 3x3 metre, 9 kvadratov kopalnice, kire stvari bi ti notor vključil, da ni kopalnica pol prenatlačena, kaj se ti zdi, kjer so, kaj ti je najbolj pomembno v kopalnici? Jaz, če bi to delal zase, bi si noter dal tuš, ker pač banja mi je premalkrat uporabna, zame. Ko imaš enkrat otroke, pa to jo pač nekje načeloma imaš, no. Ampak zase, se pravi, en tuš, malo večji dimenziji, mogoče na koncu prostora. Kaj je to malo večjih dimenzij? 90 širine, pa ne vem, 140 dolga, 150 dolga. Pa na koncu tega sedeš. Sedeš se zidan, da se lepo dol sedeš. Pod tušem. Ja. Pa overhead, Ja. Mislim, da v osnovi to je že mogoče malo pretiravanje, pa še kam drugam, ampak če tak tuš, ki sva ga rekla, samo zapreš s steklom, obstajajo zdaj zelo luštne stvari z turško savno. Samo generator pare pride pod en tak sklop pipe in imaš turško savno. To je nekaj luštna stvar. To je novo, je par let. Je na to-do listi pri meni, sem ne vem, če letos še. V kakšen let počakali. Naslednja stvar je pa pač, da imaš noter WC. Zadnje čase so popularni te, niso lih pametni WC, ampak pač higienski je boljši izraz. Iz prho. Pač umivalniki takrat bo noter. No, umivalnik recimo. 2 ali enega. Ali enega valizga ali 2. Mislim, verjeten očetje, ki imajo 2-3 hčerke, pa ženo zraven, bo rekel 3 ali pa 4. Pač toliko, da prideš do svojega umivalnika. Mi doma smo 3, pa funkcioniramo z enim. Okay. Je pa res tako, no, da rečem tako, če so 3-4, je že kar dobro, da sta 2. Če je to edina kopalnica, ki se bo uporabljala. Recimo, da je to master, da je to glavna kopalnica. To sta pač običajno 2 umivalnika. Pralne stroje pa te stvari se pa trudi iz kopalnic dati v utility. Se pravi, če greš skozi. Ali pa v hodnik, ali pa... Pač kamorkoli. A to zaradi estetike ali zaradi tega, ker si preveč prostora vzamemo pa tlorisno? Mislim, če je prostor, je sigurno bolj, da je to v osnovi, da ni to v istmu, da ni to zraven spalnih prostorov, zaradi zvoka, zaradi tega. Pa tudi zaradi tega, da imaš pač pol en prostor, ker res veš, da je to vse tam. Mi da si doma prostor 3x3, 3x4 naredila prav utility. Stroja oba in sušilni in pralni na višino. Pa likalnik. En sestav, v bistvu eno kuhno sva predelala, da je pač korito noter, pa še zkaj za odstaviti, pa pač 2 stojali za cunje in to zelo lepo funkcionira. Ti, kaj pa, če se vrneva na tuš, ko sva začela, kaj je v praksi bolj smotrno imeti? Ali da imaš ti vgradno kanaleto, ali da kupuješ to platformo, ki je v bistvu cel podan pol, v bistvu tuš kabine? Kje so plusi pa minusi? Zanimivo je, da tudi na to temo imamo blog napisan. No, super, bomo vsi brali blog. Bomo vsi brali blog, jaz ga nisem. Ampak iz izkušenj pa vem, da dolgo leta nazaj so bili pač samo keramični podstavki. To so bili podstavki, ki so bili tako 10-11 cm visoki, pa rob so imeli. In ta podstavek ni bil vabljiv ne z oči, za vgradno je bil čuden, pa še čez si mogel stopati. In zaradi tega
verjetno zaradi tega so bile po umestnem obdobju zelo popularne kanalite. Kanalita pomeni, da imaš ti padec v tušu narejen, na koncu imaš pa samo eno tako linijsko ali pa celo kvadratno rešetko. Pri lesenih hišah, ki so zdaj popularne, je ta sistem izvedbe s kanalito mal tak nevaren, zaradi tega, ker mora biti res vse zelo dobro narejen, zaradi tesnjenja, zaradi hidroizolacije pa zaradi tega. ker če steče. Zato se v primeru na primer lesenih gradenj vgrajujejo isto suhomontažne pač stvari, ki imajo že padec narejen pa hidroizolacijo. Od takrat, ko so se tiste keramične kadi vgrajevale, pa do zdaj pa tudi minili 15-20 let, ne? Zato so zdaj te podstavki šli tudi naprej in so podstavki za tuš lahko debeline tudi 3 cm. Imamo tudi proizvajalce, ki imajo še 2,5 cm debele. To so pa že s padcem narejeni, pa različnih dimenzij. Tudi, mi imamo v salonu, mislim, da 1 na 2,20 m razstavljenega. Ja, to je že Smo ga dali tako, to je ogromno. To sta v bistvu dva tuša sta. Razstavljenega imamo v niši in ko se drsno vrata odpre, je levo bel tuš, kompleten, desno je pa črn, elementi. Dejansko 2 tuša noter, pa vsak ima da svoj stolček. To je kot pretiravanje, koliko je šlo to naprej, pa koliko velik je lahko. Ja, to je tudi malo v smislu dizajna. Ne? Ja, ampak načeloma te podstavki so zelo dobra, imajo veliko prednosti. Ena od prednosti je, da kjerkoli ploščica je pač mrzla. Ja. Ploščica, če je v tušu po tleh, mora biti malo bolj groba. Ja, da ne drsi. Da ne drsi. Pol ima fuge, Ja, ker so spet en kup umazanije po vsega tega. Tako da na koncu je ta podstavek taka najbolj sigurna rešitev. Pa dobro je tudi zaradi tega, ker z vidika čiščenja in lažje vgradnje je pač prihranjenega kar veliko časa. Ja, se pravi, bila to kar to je ena taka iz večjih. Pa tudi cenovno, to ni dražja rešitev, to je čisto optimalno. Ker tam isto rabimo ploščice, če greš delati na kanaleto. Rabiš kanaleto, rabiš zelo dobro hidroizolacijo in ploščice. Na koncu je pa vse odvisno od tistega, ki ti bo to vgrajeval, kako bo padce naredil, pa kako bojo fuge pa vse. Ja, keramičari so iskana roba. Tako je za vodovodarji. Ja, iskana roba. Ok, rekla so tloris. Tloris. Kaj je bila druga stvar, kaj moraš pri sanjski kopalnici vzeti v obzir, kaj planiraš? Okay. Se pravi, pri tlorisu sva omenila vse. Druga stvar je verjetno, da je treba malo razmisliti o barvah, o oblikah, o teh stvarih, ki bojo noter. Tukaj spet pač Pinterest laufa pa te stvari. Ja. Pol je pa že počas to, da je treba tudi razmisliti, koliko smo pripravljeni za to stvar odšteti. Budget. Ja. Budget je pa spet ena od stvari, ki se vedno govori o njej, da to je pa bav pa to, ampak če ti v štartu, ko prideš nekam, rečeš, isto, ko greš avto kupovati, prideš noter pa rečeš, verjetno ne gledaš kar vse od A do Ž, ne? Ali pa od 15 jurjev pa do 150 jurjev. Ja, vsi ne. A veš, kaj hočeš biti? Ja, če ti rečeš, le jaz bi, itak na koncu vsi kupimo malo dražji, mislim, večina ljudi kup malo dražji, kot si je predstavljalo, tudi pri avtomobilih, verjete, na koncu daš še malo zraven, da imaš še kaj, ali dodatno primo, ali pa karkoli. Ja, odvisno, kakšen si potrošnik, ampak zmer se malo overextendamo, malo gremo čez sebe. Ja. Pa misliš, da je to prav pri kopalnici? Mislim, pri kopalnici je tako, to je stvar, ki jo ne delamo vsak let. Zelo lažje je zamenjati, tudi kuhno je lažje zamenjati avto, telefone, karkoli. Pa za telefon damo kaj, vsake 2 leti 1000 evrov. Ne? Ja, no, kako kdo, ampak... Ja, naprimer, ne? Ampak ja, lahko daš, velikih da. Kopalnica je pač hiter je 10, ampak to 10 000, ampak je tudi 20 let, pač, če se normalno 20 let plus življenjska doba. Ne? Ja. Tako da ni to spet toliko velik strošek. Težava pa je, ker je ogromno podumetnih elementov, ker pri teh stvarih se pa načeloma ne bi šparali. Da ti v tako kopalnico, ki ti prije 10 000 na leto za 50 pa 100 evrov,
Ali daš tisto za 250, 300, ki imaš, ne vem, prirobnice za hidroizolacijo, pa vse stvari že narejene. Tukaj je pač tista razlika, da pač načeloma, zdaj že, pri podometnih elementih, pa pri teh stvarih se ne špara toliko, kot se mogoče pri kakšnih kopalniških dodatkih, ki jih lahko naknadno kadarkoli zmontiraš. Ja, glavo, pa če je armatura pipe podometna, imaš tudi izziv. Ja, tam imaš izziv. Ampak če daš že ti podometen del ta prave kakovosti, si že večino stvari rešil. Od normalnega proizvajalca. Sem verjeten, je zelo pomemben, če se lotiš kopalnice s podometnimi stvarmi, je verjetno zelo pomemben, da imaš ti v sistemu dotoka vode filtracijo urejeno, ker če ne, voden kamen po mojem predstavlja velik izziv, ne jutr, ne čez 5, na 10-15 let, če ti nimaš filtracije vode, zna pa voden kamen, tudi če zdal ti po mojem, no to je už ti povedal, ampak tudi če zdal ti velik denarja za podometne dele, pa če nimaš poštimane vode, je po mojem vse za džabe. Ja, te stvari so vsak dan bolj pomembne. Mi smo, kar se tiče barvnih pip, naprimer, barvne pipe so bile popularne, pa se so še zdaj črne, naprimer, zlate, rose gold, pač razne. Jaz sem črne, to je čudovit. To je čudovit. To je čudovit, če imaš pripravljeno vodo tako, kot se zagre. Ja. Prav priprava vode v teh sodobnem domu je na koncu zelo pomembna. Mi smo se tega lotili s hišnimi vodnimi postajami. Slovenski proizvajalec Mesec iz Ljubljane te stvari dosti dobro dela in smo z njimi sodelujemo že nekaj časa. Tudi eno akademijo smo naredili na to foro. Hišne postaje. Hišna vodna postaja. To je v bistvu mehčalna naprava, ki s pomočjo soli pripravi vodo tako, da ni pač noter vodnega kamna. Da je zminimaliziran voden kamen. In kakšen je to strošek na palc? Povprečna enodružinska hiša okrog 2000 evrov kitajska. S tem, da to pomeni, da res nimaš na steklu, na pipah, na bojlerjih. Pa to pride poštev sam pri novogradnah, a tudi pri adaptacijah? Konkretno ta sistem rab imeti elektriko zraven in odtok vode. To se vgradi na vhodu vode v hišo. Podoben sistem, sam pač malo večji, smo pri nas vgradili v našem poslopju, ki smo ga lansko leto obnavljali, in to je stvar, ki je res dan pa noč razlika. Opaziš, če slučajno ne dela, ko zmanjka pač zaloge soli, opaziš v parih urah iz 2-3 strani pridejo, primoš nekaj pri nas iz vodo, nekaj ni. En tak sistem sem prodal tudi kolegu in črne pipe. In zelo veliko steklo v tušu. Je hvaležen. Je rekel, črne pipe so v redu, ampak takrat, ko pa mehčalna ne dela, so pa najslabša možna stvar. Ja, brisati jih moraš skozi. Ja, ne moreš. Pač to. Voden kamen in pa bele barve. Ja. To pač je. Mislim, jaz povem z izkušenj, zato ker mi nimamo te hišne še. Ampak postopek črnega tuša, ko se stuširaš, imaš za to namenjeno krpo in po tuširanju obrišeš tuš in pa je on skozi lep. Če ga pa samo po enem tuširanju pustiš neobrisanega, pa da ima reči, da se 3 dni tuširaš brez, da bi ga obrisal, vrata siv, In sigurno ni hvaležna stvar. Pa na koncu vidimo, da se v bistvu s temi stvarmi, ki jih ugrajujemo, naprimer, ali je to čistilna naprava ali kaj drugega, da se v bistvu kupujemo čas. Ja, dejstvo. Ti, koliko je pa razlika, a to te čistilne sisteme pa te imate pa tudi za mehčanje vode pa to? Ja, se. Koliko je pa, imamo zdaj kupca, imamo vodo, kakršno imamo, polno kamna recimo, koliko je pa razlika, če ti kupaš nekaj ki imaš te standardne, ki so 3 posodice, 500 evrov, koliko to približno pride, lahko verjetno, da še cnej. Koliko ima to učinka, če zdaj gledava, da imava podometne stvari, se pravi, zaradi same obstojnosti kopalnice se ne želiš igrati z vodnim kamnom znotraj sten, ker to pomeni, da če bo nekaj šlo, treba zbijati, koliko je razlika med tem, kaj je 250, pa med tem, kaj je 2000 evrov,
Ali ta denar naredi razliko, ali je, to je sam dražji, pa se ni nič bola, ne? A si bil razumljiv? Razumel. To, kar si rekel noter, so 3 stvari, to je v bistvu tako, trojček je. Trojček. 3 različni filtri so en za drugim. Zdaj sem malo iz prakse, ampak načeloma to prvo naj bi bil filter grobih delcev, se pravi, ko neki en vodovod nekje delajo, vodo odpirajo, zapirajo, po ceveh vso umazanijo prinese do vseh naših hiš in če nimamo mi tega trojčka, pa kakršnega koli mehanskega filtra, ta umazanija pol pride do naših perlatorjev, ki jih pol tisti možje ob sobotah minejo, to so prej govorili. Se pravi, ta prvi filter to vse, kar je mehanskih, mislim, vse, kar je delcev pobere. Potem sta pa še 2 filtra, običajno so bile to, ali ene so bile z aktivnim oglom, ene so bile pa z eno tkanino, ki pa pač ne moramo reči, da nič ne pomagajo, ker pomagajo. Ja, to ne moramo reči. Ampak če je to tak sistem res tam nekoliko 200 €, pa če ta sistem primerjava s tistim za 2000, je hišna vodna postaja več kot 10-krat boljša, sigurno. Zato, ker ti dejansko ta prvi sistem trojček ti vodnega kamna ne, isto boš brisal, tako kot zdaj brišeš. Ne bo razlike. Mogoče bo razlika, ne vem, 10-15%, ne bo pa. Ne bo pa 100%. Ne bo pa taka, da bi jo opazil. Se pravi, učink večji, kot je pa doplačilo. Sigurno. Sigurno. Ja, pa ne gre se zdaj za moje pojme, no, ne gre se niti dobro, valjda ta pucanje pa čas, ne, zagotov, ampak gre se tudi za samo kvaliteto vode, ki jo popiješ, ne? Kvaliteta vode, ki jo piješ, pa što si je, da vsi ti podometni deli, ki si prej lepo rekel, so, ko imajo vodni kamen, naprimer ena od takih dost znanih stvari, kjer so težave, je, ko imaš termostatsko armaturo. Naprimer, termostatska armatura v tušu, še včasih, ko so bile nadometne, je bila to pač armatura, ki na eni strani si preklapljal med drejnim sistemom pa ročko, na drugi strani si pa nastavil temperaturo. In ne vem, na 37, 38 je bila blokada, si pritisnil gumb in si ga zavrtel do konca, če si hočel toplo. To je idealen sistem za vse inštalacije, ki nimajo vodnega kamna. Ko imaš enkrat noter voden kamen, je tukaj v tem vložku toliko malo tega Pretoka, lufta, verjetno, ja. temu rekla slengovsko. In ko ga enkrat nastaviš, ne vem, na 38 in ga en teden pustiš tako, Ga zapeče. ja, pa ti priješ, ne vem, ko se različno tuširamo, pa priješ, pa pritisneš, pa ga hočeš prestaviti, pa ga ne prestaviš, naprimer. Zato smo mi, ko smo to prodali še toliko nazaj, se je vedno rekel, dajte ga sam prestavljati. Zdržala bo, nobene težave. Samo takrat, če vsake 2-3 dni, ko se tuširamo, se je običajno tako, da itak se vsi ne tuširamo z isto temperaturo, ampak težava je tudi, da nikoli ne greš čisto hladne ali pa čisto tople in pač je treba med tem, ko teče, malo prestaviti. Ja, se pravi, če imaš voden kamen, pa da imaš želja termostatski Ja, je treba pač to armaturo, malo moraš malo ga trenirati, da on nima časa zatrditi. v teh sodobnih sistemih, ki so pač podometni, je pa tako, mogoče je velikega strašenja o tem, kaj boš pa zdaj, ko imaš podometno armaturo, boš čez 5-10 let zbijal, koliko je narobe. Načeloma morajo vsi proizvajalci podometne in ostale rezervne dele, mislim, da je 10 let po prenehanju serije še vedno dobavljati. Aha, po prenehanju serije. Tako da pač ni te kartuše, ki so, se itak da zamenjati tako, da ne zbiješ nobene stvari. Pač rozeta se dol odmakne, ročka se odmontira, rozeta se odmakne, zamenja se kartušo, ki je čist simpel zadevca. Ja, podobno ritem kot s kotlički zdaj, ne? Ker ti lahko cel kotliček, notranjost, vse elemente zamenjaš. Ti kotlički, da so bila pa armaturah kotlički. Kotliček ti lahko dobiš zdaj že za zelo majhen denar, ne? Spet, razlika med ceno pa med kvaliteto. A se splača to šparati, ali so na ponovnem odgovoru, da se ne splača to šparati? Mislim, mogoče se ponavljam, ampak stvar je vgrajena v steni. Tudi če ti lahko vse stvari zamenjaš čez tisto tipko, še vsem to ni, med
čist najbolj klasičnim kotličkom, pa med kotličkom priznanega proizvajalca, ni toliko velika razlika v ceni. Pri kotličku, ki je 200-250 evrov, tudi če je en kotliček pocenejši, prišparal si 100 evrov v dobi spet 20-25 let. Ne? Ja, pa si izdelal to, ne? Ja. Da ni to vse Plus, zdaj, če govoriva direkt, naprimer o gabaritovem kotličku, pa o Villorebohu, ki so pač malo bolj na nivoju, to so kotlički narejeni iz enega, balon je iz enega dela narejen. Prav po spoju ne bo počel. Tudi, če ga prevrtaš, imajo sisteme, če bi slučajno, ne vem, kdo tam kaj montiral, ali pa iz kontra strani, imajo sistem, kako ga brez da ga ven vzameš z file. Se pravi, te firme veliko delajo z mislijo na to, da je to vsem pod steno, pa so relativno odgovorni, da je. Se pravi, verjetno, da draže, ker je stvar več, tudi idejo v zadnji, kako to sanirati, če že do tega. Pa servis je, ne? Pač Gabarit ima, če o Gabaritu govoriva, Gabarit ima v Sloveniji eno proizvodno v Rušah, kjer delajo, mislim, za zelo velik del Evrope, nadometne kotličke, pa mislim tudi polnilne potočne ventile. Potem imajo pa v Ljubljani Gabarit prodaja, so pa samo pač podpora trgovinam, podpora na projektih. In imajo servis. Jaz, ko pokličem kolega, ki v Gabaritu dela, pa ne gledal, prijatelja sva samo zaradi tega, ker se pri službe poznava, ni problema nikoli nobene. Pač rabiš, ne vem, vzorc, rabiš nekaj pogledati, kaj nekje na objektu, nekaj narobe. Zaradi servisa upravičijo vse stvari, ki so zraven. Smo jih tudi v sklopu akademije arhitekte peljali enkrat v Ruše to pogledati. Proizvodna je pač tudi na nivoju. Vlagajo. Ja, čigav je to firma? Gabarit so, da greš, mislim, na Švicari. Pa mislim, če se ne motim, je bilo 150 letnica. Lansko leto ali pa letos. Tako da oni so naredili podometni kotliček, ta prvi, in mislim, da krepko starejši od naju. Ja, pa še zdaj dobiš rezervni del za njega. Res? Mi imamo v službi, to je preglednica na A3 formatu, za vse kotličke, ki so pač obdobje, ki so jih delali, ne vem, 10-15 let, in imaš pod vsakmu, kjer polnilen ventil, pa kjer otočen ventil pa še zraven. Ne? In je pač to tako, ko se zagreje. Tudi ne samo pač tako iz rezervnih del, tudi, ne vem, aplikacija. Imajo 3 različne vrste aplikacij za, če želiš, na primer, školko, te pametne školke, ki so pa to, ali pa pisoar nastavljati, kako ne delajo, pa to imaš pač aplikacije. Za rezervne dele imaš posebno aplikacijo, ko pišeš noter številko, pa ti komplet. Ja, dobro imajo mrežo postavljeno. Res imajo dobro narejeno. Vejo, kaj delajo, kar se tega tiče. Da si 150 let na trgu, moraš vedeti, kaj delaš. Tudi v Rušah imajo zelo lep učni center. Tudi, no. To je to, kar sem omenil, da smo peljali arhitekte tja, ki ti pokažejo, kako so stvari narejene, kako bi mogli biti narejene, pa tako naprej. Okay, se pravi, zdaj sva rekla Tloris, obdelala sva, da je ena izmed pomembnih stvari, da če se spravljaš delati podometne stvari, razmisli, kaj boš prej naredil z vodo. A bi še kaj rekel, da je ključnega pomena? Estetiko so tudi barve. Estetiko so pač nekako omivalni. Nekako obdelala. O budžetu sva na hitro nekaj rekla, da je pač dobro, da si postavimo omejitve. Zelo dobro je tudi, da mi vemo, kje smo, zato da mi ne naredimo celega procesa, na koncu pa stranka reče, jaz bi pa za to zapravila, ne vem, 3000 evrov. Njene želje so bile pa predtem take, da bi lahko tudi 30. Ne? Ti, ne vem, kaj so par budžetu. Čisto zaradi volje razprave. Koliko je na palc, če lahko, a pa če imaš v glavu cifre, koliko je najcenejša kopalnica, bladnarja, ki ste jo prodali, koliko je nek povprečen nakup, pa koliko je najdražja kopalnica, ki ste jo prodali. Se pravi, govoriva kopalnica, vi, ki prodajate armatura, stekla, ploščice, tapete, projekt. Ja, mogoče bo tako po projektih malo težji, ampak pač najcenejša kopalnica je
Ne vem, to za 2-3 tisoč evrov dobiš že ogromno opreme, gorijo brez dela. A ne. Ja, brez dela. Ja, govorijo. lažje bo pa, če rečemo, naprimer, najcenejša školka, a ne, je tam dobrih 50 evrov. Samo školka, pa pač deska še tistih 30 evrov. To je tisto, ki se zmontira ali za začasno ali pa kam za kakšno klet. To je naprimer najcenejša. Najdražja školka, pač poprečna je tam 300-400, taka, da je že splakovanje, tako kot se zagre, da je počasna, snemljiva deska, da je to že tako, kot se To zagre. splakovanje imaš kva v mislih. A to je dejansko pomemben pri školjkah, kako se splakuje. Ja. Se pravi, školjke so zdaj narejene, včasih je pač voda prišla zadnji noter in je šla pač tako ali pa drugače dol in je pač splakana. Ja. Zato je školjka porabila okrog 9 litrov vode. Kotlički so bili od 6 do 9 litrov. Sodobne školjke imajo ta, kakorkoli temu rečejo, eni rečejo vertigo, eni flash, eni turbo, pač trgovsko, kako so Ja, to marketing. poimenovali. Što se, da mora voda zavrtinčati se okrog. a ne. Brez tistega roba, brez roba školjka je to, da v osnovi. a ne. Ker školjke imajo drugače v osnovi ta rob, ker se zadaj spet vse stvari nabirajo. Ja. Sodobne školjke pač tega nimajo. In vodo brez tistega zavrtinči okrog in porab najmanj še enkrat manj vode. Se pravi, maks 4 litre pa pol za veliko splakovanje. Ja, da pa če se šteješ, koliko je to ena voda na mesečni Ogromno. ravni na Pa ne 15 samo vode, družino. pitne vode. a ne. Ja, ok. Imamo to srečo, da Ja. smo tukaj, ko smo. Pač tako je, da se pravi, če so rekli, bila 50, pa so rekli 300-400, lahko tudi 500. Najdražje školjke, ki se dejansko prodajajo v Sloveniji, mislim, dejansko prodajajo. Da grejo. Ki se pa vsake toliko časa kakšna proda, je pa spet Geberitova, ta školjka, o kateri sem govoril, ki ima, ko pride zraven, se pravi, spodaj ima tisto lučko, ko pride zraven, se veci pokrov odpre, sosedaš je deska lahko ogrevana, zraven imaš daljinčka, na katerem lahko pržgeš ozračevanje neprijetnih vonjav, da ti pač to sproti dela. Pol ima pač noter ima ograjen bojlerček, da vodo, ki jo porabiš za splakovanje, pogreje, potem ima pa pač še tuš in fen. Aha, fina, to je, kad je prišel v wellness. Za... Ja. In To je to. No. To je to. Taka školjka je pa bila, ker ne pol leta nazaj sem to še delal, je bila 4-700 pa davek. Se pravi, 5 evrov. Se pravi 5 evrov, pa še kaj spopusti, še kaj manj, ampak ja, tam nekje. Od 50 do 5, naprimer. Ne? Ampak to je tako, taka školjka. To je drugače to, kar mrsi kršen, ki ima kakšne zdravstvene težave v rabu. Tako školjko rabijo invalidi, ki se sami pač naprimer ne morejo obrisati. Ali pa za kakšne hemoridi, pa te stvari. To je školjka, ki je tako, kot se zagre. No, si za ta denar. Pač mora biti, ja. Ti itak. moraš že dober. Isto je, naprimer, da če greva ta razpon, ne, isto je naprimer pri pipah za tuš. Ajde še to, armature. Armatura za tuš je lahko 100 evrov, 150 evrov kompleta. Ne? Lahko je pa tudi 2-3 evre. Če je naprimer podometna, Aj lahko še več. sem lahko je, seveda, lahko je tudi 5. Ali pa naprimer banje. Kjer pa je recimo produkt, ki je še zate tako, da je absurdno visoka cena. Mislim, absurdno. To je zmerno. Mislim, jaz sem se zdaj budžeta, ne. tega kar že malo navadil. Ampak ne vem, naprimer banja 8-9 jurjev. Se pravi, to, da en loh za celo kopalnico. Ja, brez problema. Da Da lahko nekdo je samo za pipo. Samo za pipo. Ja. Pipa iz tal, ob banji, naprimer, da je prosto stoječa banja, pa je že banja, lahko so rekli 8-9, je prosto stoječa pipa v kakšni posebni barvi, pa da se malo izmišljujemo, je tudi lahko 5 brez problema. In Tako da te stvari so šle. je dodana vrednost teh dražjih izdelkov? Ti kot strokovnjak, ki prepoznaš, kje je ta razlika, da je ena bana 10, ena je pa 3? Mislim, siguran je ne samo v kakovosti proizvoda, v materialih, v dizajnu, je tudi v tem, da nekdo, naprimer, to so pa že malo večinoma dizajnerski proizvodi. Aha, se pravi, že art. Tudi, ja. In je pač stvar dizajnerskega proizvajalca, ki je eden od dizajnerjev svetovno poznanih naredil in ne more biti to pač na normalen, na nama mogoče normalnemu znesku. Je pa res, da pač... pač... ima že nek svoj dodano vrednost, ki je Ja. tako kot slika. To je to. Slika je Pri nas lahko par milijonov. imamo tako bano v izložbi,
In marsikdo, ko pride, si jo pač parkira avto in gre potem nazaj pogledati, to je pa res lepo, pa gre pol pač okrog noter. Ja, sej čedno. Je pa res, da v Sloveniji, da bi samo take stvari prodajali v Sloveniji, po mojem, ne moreš preživeti. Mehen trg smo. Ja. Zato imamo mi pač vse od, Špela lepo reče, od srednjega razreda ali pa nižjega srednjega razreda do dizajnerskega razreda. Ja, Res čist low budget, ne vem, zdaj po mojem v Sloveniji kupaš bolj ne sam še nekakšnemu spletu, tako, da je res zelo low. ja, mislim, sej na koncu ne razumeš, če si nekdo ne more privoščiti, pa si ne more privoščiti, a ne. Sam, če se pa lahko mal, tudi da se odgovorno ravnaš do svojega doma, pa do svojega denarja, pa načeloma tudi z ostalimi, ki govorim, a je to elektrika, a je to voda, pa vsi nekako, dej ne preveč šparata, ne, ker ti užal. Mislim, to je en rek, obstaja slovenski. Ne? Ja, lep je, ja. Dej, ti ga povej. Mislim, da gre nekaj v tem smislu, da nisem toliko bogat, da bi kupoval poceni, nekaj tako. Ja, tako gre, ja. Sej mogoče itak zelo hitro pol pridemo do tega, da se pretirava z vsem stvarmi, ampak Ja, ena zdrava to je tako kmečka pri pamet. avtih. Ja, dobro, tudi pri avtih je tako. Ja, ja, sej to je posod. A je kakšna ful velika dodana vrednost med avtomobilom za 100 ali pa pretiravam med 50 pa 200? Ja. Ker med 10 pa 30 je pa že ne. Ja, tam pa je. Tam je pa že razlika. Tam pol kasneje je spet gre tako krivulja. Ne, se gre. Vidite, da Na gre, neki ampak točki pač ja, deluje nek dizajner in zaradi tega je lahko taka cena. Ne? tako je. Ja. Ni pa zdaj toliko boljš. Ne? Ja, ni neki limiti, itek je pa polo pod posameznika odvisen. Vse pa roknih je isto, pa prsenčilih. Ti imaš lahko kos narejen, ne vem, da jim spet Bauhausu reklamo delo, ampak tam imaš standardne, a ne, ka je glihko načeloma v redu, ne, sej če ne gre drugače tudi to, ne, ampak načeloma se v stavben po hišto dela vse po naročilu, pa imaš pa tudi proizvajalcev, tukaj pri vas imaš, ne vem, material tak, segment tak, taka in taka barva, to je entry level cena. Pa imaš pa lahko material, ne vem, les, pa imaš sibirski macesen ali pa hrast, pa alo obloga, pa je lahko alo obloga dona že v imitaciji lesa. Se pravi, da sploh ne vidiš, da imaš od odzunaj alo oblogo, ampak je videti kot lesa, ne? Pa da so poravnana okna zunaj, znotraj, nobenih robov, nobenih naleganj. Za panoramske stene se že v bistvu zdaj tako dela, da se sploh ne vidi štokov, ne? Okna stojijo kar na sred čipe. Samo to so cene krat 4, krat 5, krat 6. A ne, zdaj pa pač nekdo, ki ima pa željo, valjda, zakaj ne, a ne, kdo ti bi sodil, da se pa tudi z nekim normalnim budžetom narediti lepo stvar, ne. Vse to je to. Ja, In jaz mislim, da ravno tema, ne, da z nekim normalnim budžetom, jasno, z veliko iznajdljivosti, znanja, poznavanja materialov, lahko tudi prenese, ne, ja, pomagamo, ne, pač marsikomu do svoje, spet bom rekel, sanjske kopalnice, pač do tega. kopalnice. Ti, zdaj, malo bi se vrnil nazaj na delo iz strankam. Kje so pa izzivi pri delu iz strankam, ali imajo stranke razumevanje, koliko imajo znanja, ki pridajo, če se malo vrneva, se pravi, zdaj sva gledala iz oči potrošnika, zdaj se pa obrneva, zdaj so pa midva kot strani podjetja. Kakšni so pa danes izzivi na področju prodaje? Ko vi imate klientelo zdaj na podlagi asortimana, klientelo od do. Ja, stranke so pač različne, tako kot smo tudi prodajalci različni, ampak velikokrat je tako, da se pri nas zgodi, da na primer kdo po salonu hodi pa to. Pa jaz pridem dol, pa rečem, daj tipet gor, ne. Zakaj pa pač je kakšna fora, ne, pa vpraša. Ja, zato, ker vem, ker sem stranko se nekako prebral in vem, da se v to vela. Pač tako kot, ne vem, prijatelj ne moreš biti z vsem, tudi prodati ne more vsak vsem, ne.
Skupen jezik. Ja, skupen jezik pač rabiš, pa to, da je to nekako kompatibilno. No. Kako je pa to danes težko delati, da najdeš skupen jezik? Je včasih težko, ampak se potrudimo. Je pa pač, jaz sem še vseeno pristaš tega, ker so nas tudi na faksu pa to. Le, ne moreš biti vsem všeč, ni nujno, da so vsem všeč, ne rabiš biti vsem všeč. In tudi ne rabiš vsem prodati. Dejstvo. Veš, kaj mislim, ne? Ni tuno, da bi šel neki na nož pa pol. Pač. Ne, lej, Jaz sem že videl, ko sva kavč kupovala, ki je pač prodajalka po za nama šla ven. Ne? Lej, iz principa ne bom kupil. Da pol nekdo za mano teče, pa se nismo nik na tržnici v Turčiji. No? Je en odnos. Ja. Jaz sem spet ponovil, ne. Kakršen koli posel delaš, je zmer, rezultat je nekak skupek skupnega truda pa komunikacije, je pol rezultat ponavad je v prodaji, a ne. Če pa tle ni teh skupnih interesov poravnanih, pa boš pa tudi prodajo težko izvršil. Ne? V štartu pač posel delamo ljudje, ne? Ja. Odnos ga dela, zaupanje ga dela. Ne? Ja, zagotovo. In če ni ene, kjerkoli od teh stvari, to pač malo teže. Pa. Kje pa porajtaš, da ljudje delajo najbolj kljub svetovanju, ali se to pri vas ne dogaja, kje delajo ljudje najbolj pogosteje napako, ali pa investitorji, ki delajo kopalnice? Ali ste vi tako suvereni, da... Ne, pač ne moreš biti. Še vsem moramo vedeti to, da kdorkoli dela kopalnico, pač delajo zase. Ja, dejstvo. Jaz, če kakšno kopalnico vidim vsake toliko časa, je to, ko priješ kaj pogledati. Ampak jaz mislim, da je največja napaka to, da se tega prepozno lotimo. Pa ne v smislu tega, da prepozno imamo staro kopalnico, ampak da se že, ne vem, ena je, da rečeš, naslednji mesec bom pa prenavljal, pa bi to rad, pa pol prideš en mesec pred tem v trgovino, pa bi imel pred barno armaturo, ki jo boš čakal 3-4 mesece. Toliko so roki. Lahko tudi. Spet odvisen, koliko se izmišljujemo po vse. Ja. Se mrsi kaj tudi na zalogi, ampak še vseeno. Ena je ta, druga je pa, da imaš tudi ljudi, ki bi sami šli pol prenavljati kopalnico, oziroma sami organizirali mojstre pa to. In to pol traja včasih tudi 3-4 mesece, ko vemo, kako so mojstri danes. Mi smo imeli že večkrat tako kakšno stranko, ki je podometne dele že prevzela. Gremo pač toliko na roko, ker nimajo prostora, pa tudi, da pač podometne dele pridejo iskat. Pol pa tam gledaš, pa kako je roba že tukaj, če so 3 mesece nazaj podometne dele. Se pravi, roba material za fino montažo, pa ploščice so bile še pri nas, po 3 mesecih. Kako je to možno pa to? Ker sem čisto po naključju še celo vedel, da to je stranka, ki v hiši tej živi, no? Ne, da se je izselila, pa se nikamor ne mudi, ampak oni so dejansko živeli v hiši, sami so urejali si mojstre, pa mudil se je, pa sem pa tja, ampak pač eden najprej vem, da jih je vodovodar neki, malo na hecu in so se pol rešili, pol je bil drug poskusil z drugim vodovodarjem. Pa en nesporazum s keramičarjem, ki je vedel, da mora to narediti, sam ni pa vedel, da mora to hitro narediti, pa take stvari. In pa na koncu... Koliko pa je tega? Koliko vi prvo srečate tega iz strankam? Tako, da bi bilo... Lovljenja mojstrov? Ne, mislim, da pač ja, tega je veliko, v vsakem primeru, ampak mislim še vsem, da v zadnje čase je res več tega, da nekdo naredi inženiring, pa pač kompletno kopalnico ali pa kompletno stanovanje, hišo preuredi ali pa pač na novo dela. In zaradi tega, ker so to pač sistemi uigrani, pa fantje poznajo en drugega, pa pač delajo skupaj, je tega manj. Vse pa vsake toliko časa zgodi, da kdo prebukira sam sebe. Pa vi znotraj svoje storitve ponujate tudi mojstre zraven? Ali... Mi smo kar vrsto let delali tudi inženiringe, da smo to pač izvajali, ampak se zadnje 5 let osredotočamo čisto in izključno na svetovanje in prodajo. Pa imate mrežo, ki jo priporočite? Priporočamo pa, imamo pač seznam vodovodarjev, šelterjev, pač keramičarjev. In v seznamu obkljukan, na katerih področjih dela in kje po Sloveniji dela in
kjer segment, ne vem, velikoformatne ploščice, pač razno, ki dela. Mi imamo svojega izvajalca samo pri tapetah, pa pri glini, ki pač skupaj, večino, no, skupaj z materialom prodajamo tudi izvedbo, ker je pač malo bolj specifična in tapeto položiti ne znači za vsaka. Ti kam pa grejo tapete? Jaz ne vem, dobro, zdaj mečkan mi je to bolj jasno, ampak včasih so bile tapete, a ne tiste nagražne po stenah z papirja. Kje so pa danes tapete? Danes imaš, ne, da se tapet, no sej, razloži malo ta, se pravi, da ni več, moje vprašanje je, a pa trditev. Keramika sigurno ni več edina stvar za v kopalnico, čeprav še zmer stara, mislim, ne bom nobenega užalil, no, ampak prejšnja generacija, a ne, ploščice, a ne. Kje smo pa mi danes? A so še ploščice alfa in omega kopalnice? Ploščice, verjetno alfa so še, Aha, omega pa ne vem če. dobro. Mislim, ja, večina kopalnic ima še vsem ploščice zdaj. Je pa res, da mi smo v zadnjih parih letih naredili kar veliko kopalnic, ki niso imeli ene ploščice noter. Velikoformatna keramika, se hoče reči. Tapete pridejo lahko zdaj tudi v mokre prostore. Pomeni, da lahko brez problema po vseh stenah narediš tapeto, v tuš daš pa pač po tleh ta veliko tuškat, kar je pa pohodnega dela, pa lahko tudi glina ali pa pač drugi sodobni materiali brez problema nadomestijo ploščico. Je pa res, da en kompromis, tisti, ki noče imeti fuh pa tega, je pa pač velikoformatna keramika, ki sem jo že prej omenil. Kaj gre pa koliko? Od kje naprej je velik format? Ne lahko rečeš, da je za veliko format. Mislim, velik format za mene je zdaj samo eden, 320x160 primera. Ne? Za večino ljudi, ki se tako pogovarjamo, je pa na primer že 120x120 velikoformatna ploščica. Sedaj dejansko tudi je velika. Tako da tam nekje, če gledamo poprečno kopalnico, ima pač tiste 2 fuge na vsaki steni. Ali pa eno. To je že problem, no, dobiti v kopalnico. Ja, zelo veliki problemi so s tem. Logistika. Smo imeli tudi že stranke, ki so kupile to, pa smo ni šlo jih not. v štartu upozorili, a imate dovolj prostora, Ja. a bojo to prinesli noter, a kako bojo to. Ne, ni problema, bomo že. Ja. Naš pripelje, to oni razložijo, pa se pa gleda med sabo, kako je to prinesli. Še po kakšnih teh zavitih štengah. Zavitih štengah z ograjo. Ja, nimaš šans. Kartona v taki velikosti, Ne moreš a veš, da dobiti. karton je lahek, ne? Ja, ki je. Niso mogli gor prinesti, ker so pa študije delali, kako bi to gor prinesli. Koliko ima taka ploščica kil? Dobro vprašanje. To ima 350 naprej. Mislim, koliko je dobila. Aha. Pa bi prej rekel, da jih je je blizu več. 100. Ja. Ja. To so bile včasih 3, zdaj so tudi 5 mm. Tako da. Ja, mi imamo včasih burleske šipam, ne. Smo imeli en projekt, pa si arhitekt zamislil na sred stopnišča, ker je bila lih tako bajta narejena, da je bilo pač steklo na stopnišču, a ne. Sam seveda smo mi to ogrevali, ker so štenge že stale, a ne. In ni noben točen razmislil, kako bomo to šipo not dobila, ne. To bomo šipa 90-100 kil, pa ti jo moraš zelo nepravilno nekako. Zvijati. Ja, in včasih se že pri arhitektih začne, da ne razmišljajo, vidijo, da je lepo, pa da je vse super, a ne, ampak premalo premislijo, kako je šlo pa to izvedbeno česa, ne, ker na koncu papir vse prenese, a ne, v reali je treba pa to not postaviti, a ne. Ja, seveda. Tapete pa glina. Kakšna glina? Glina je pa tako, pač glina je naraven material v osnovi. Ja, ne. To razumem. Deluje tako, da uravnava tudi malo vlage v prostoru, ki jo nase veže in oddaja. Ne. S tem, da mi smo šli to zgodbo tako, da prodajamo dekorativne glinene omete. To pomeni proizvajalci Matteo Brioni, italijanski, ki iz različnih glinokopov po svetu glino pač koplje zaradi barve, ker so različne barve. Ja. Tako da v osnovi je čist naraven material, ker je pač samo glina, ki se meša s enimi primesmi
zato da se jo lahko pač nanaša. Potem pa zato, ker če bi sam to prodajali, verjetno ne bi mogli kaj veliko preživeti, ker smo tudi ljudje preveč zahtevni, ki so jo hoteli imeti glino, ne vem, naprimer, v mokrih prostorih, po tleh, pa še kje druge. So razvili še primesi, pa te premaze, ki jo zaščiti. Tako da imamo že projekte, ki je to na tleh, v mokrih prostorih, kjerkoli. In normalno, Je pa to veliko brišeš, zapucati, Ja. to vse leži. Pač odvisno, ko imajo različne, spet veliko je odvisno od mojstra, in od tega, kater finiš izbereš, ker imajo različne grobosti. In ti lahko to steno narediš tudi zelo 3D, ali pa zelo ravno, da sploh ne bi opazil, da je to narejeno. Igraš se lahko, več je svobode. Moš prijeti moja pisarna pogled. A imaš glino pustit? Da si opazil, Ne. da si bil že večkrat. Ja, tapeto sem. Tapeta je tudi lepa. Ja, glina pa še ne. Se pravi, pol kle, kar, v bistvu, ni to ključen, kje kupaš, ampak kdo ti v to naredil. Ja. To je kle... Na koncu Koliko je pri glini je pač to, pri tapeti je pa isto. No. Tapete so pa zdaj spet itak različnih proizvajalcev. Tudi o tapetah imamo ne enega, mislim, da 2 ali 3 bloge napisane. Ker je tapeta je pa tako, tapeto pa prilagodiš glede na prostor. Stranka pove, a pa slika steno, da mere zraven in potem na tisto steno postaviš tisto tapeto, ki jo stranka želi. Načeloma tapete itak zbirajo doma na kavču, ker imajo konfiguratorje vsi ti proizvajalci narejene. Če želiš, ne vem, motiv narave, kjer je barve, pa to in ti jih ven rukne. Potem se naročijo sam še vzorci, ki jih stranka lahko dobi, da barvno primerja, in naredi se tudi simulacija. Pri simulaciji pa itak lahko barve malo zmanjšaš, povečaš, povečuješ lahko tudi motive. Vse, v bistvu po naročilu. Čisto po naročilu narejena. In potem tudi pride v rolah, zraven role pride A4 list, ki so označene, kje so spoji, kje rola je kje, pa zraven pride tudi ves material za lepet. Tako da to je šlo od tistih časov, ko so te tapete namačkali ali pa. Ja, je šlo kar naprej. Koliko smo pa cenovno razlika zdaj imela sva, se pravi, nekaj, dobro, pa pustimo keramiko, oniks pa tako naprej, a ne? Keramika, tapeta, glina, kako grejo pa cenovno? Koliko je zdaj, če greš s tapeto oblečt ali pa z neko poprečno keramiko, koliko je odstopanje v ceni? Zdaj, če rečemo, da je povprečna cena keramike, ne vem, 25 do 35 evrov, Ja, je tapeta. se tapeta pri krat 2 šele začne. Tapeta v taki kakovosti, ki jo Ja, mi ponujemo. podoben rank, ja. Ja. Se pravi, so od Tam 60. nekje, po-mojem, so kar. Koliko je pa spet najdražja? Ne vem, če se lahko ustaviš. Prav to gre. Tapete so, mislim, to je pretiravanje, ampak Ja. ne vem, vodna tapeta brez polaganja od malo boljš proizvajalca, mislim, da je po 150 pa davek. Kvadrat. Brez polaganja. Koliko je pa polaganje? Ko včasih je bilo kao, toliko je kvadrat keramike, toliko je kvadrat polaganja. Ne, Pa je pri tapeti? polaganje je cenejše kot je tapeta. Okay. Je pa pri polaganju veliko odvisno od tega, kakšna je tapeta, se pravi, ali je navadna, ali je za mokro, ali za, ne vem, tudi na fasadi se lahko daje. Ali je akustična, vse to obstaja. Pa veliko odvisno od tega, kje to je. Ker pač naš mojster Danilo se mora pripeljati za vsako od teh faz. In če to nek na enem hrvaškem otoku, Ja, pa se voziš. bo on pač verjetno bolj cel teden dol, sabo bo kolo vzel, pa bo se vozil okrog. Tako da to je pač eden od ključnih faktorjev. Kaj pa glina? Glina pa sama po sebi, da jo narediš goriva navadna, ne da je kaj, ne vem, pohodno, pa kakšnakoli posebna obdelava, rab 2 do 3 obiske. Cenovno je pa, mislim, da ima cenejška tapeta. Neko vmes. Tam neko mestno. Če je pa glina za kopalnico, za potleh, pa proti si pa vodi. na ravni, ne vem, verjetno okrog 100 evrov kvadrat. Res je veliko odvisno od kvadrature pod lokacije. Ja, vse to se razume. Ampak pol, če bi tako gledala, je ploščica še zmer
Mislim, optimum. Ne? zdaj mogoče malo pluvam proti sebi, ampak ploščica je tudi ploščica. Ploščica bo tako ostala. Ploščice ti, mislim, lahko jo zbiješ, ampak vprašanje je s čim. Mora biti že res kakšna neprimerna uporaba. Ne vem. A pa zdaj slabo položena. Ne? Da je pač votlo noter, pa karkoli tasga. Ker pri tapeti je že tako, ne? Tapeta, več stvari gre lahko narobe. No? In kakšen prsten s kakšnim diamantom, pa če boš, ne vem, raneš je lahko. No? Tudi če je premazan, ampak se mogoče 50 let vse uredilo. Koliko ima pa garancija tapeta? Koliko pa dajo garancijo? Po mojem 2 leta, 3 leta. Aha, Ker ne moreš to zagotoviti. Mislim, ne moreš zagotoviti, da bo dejansko tako ostala. Ne? Pa so še kakšni spoji, ne vem, pri tuših, po tleh, je treba malo pogledati, pa kakšen silikon obnoviti, pa kaj. Ne? Si tudi na ploščici nobene daje garancije več. Ja, ta obraba danes se ljudje kar hiter. Mislim, tudi podjetja so zelo 2, 3, 5, 10. Mislim, ni pa, malo je pa herojev, ko dajo pa kakšno doživljenjsko. Sam ponavadi tudi material krat 10 cena. Mislim, si lahko da doživljenjsko garancijo. Sam tudi zraven to omejitev, da je brez veze. Aha, ja, se na koncu pa nič naredil. Ja. Tudi avtomobili imajo pač garancijo, kaj 5 let pa do toliko pa toliko kilometrov. Ne? Če boš delal pa njih servise. Ja, zagotovo. Tako da bi jaz tudi upal dati garancijo na kopalnico iz tapeto, če boš enkrat ali pa 2krat na leto preveril, če so vsi spoji. Se veš, silikon je pač silikon. No? Ja, se pa rokniki isto. Ne? Pa ne vem, se ljudje tega, mislim, po mojem, da se ne zavedajo, no? Ampak oken je isto kao avto. Ne? Ti imaš te ležaje, imaš mehanizem noter in to bi mogel vsak let, sploh takrat, ko so večje temperaturne razlike, bi mogel te stvari malo našpricati. Sam ponavadi, ko vprašam, tudi če je večja grupa ljudi, kdo je od vas nazadnje servisiral okna, to mogoče 5% ljudi, da se zaveda, da to je tako, kot pa avto ole zamenjata. In je isto, imaš recimo parsori, pa pri nas je tudi tako zdaj, da če mi servisiramo po določenem redu, se podaljšuje garancija. Ker treba krilo nastaviti, ljudje se včasih ne zavedajo, da materiali dihajo. Se je težko predstavljati, da se en aluminij ali pa plastika razteza pa krča. Samo te materiali ful delajo, sploh recimo mi, ki se dotikamo zunanjega ovoja hiše, mi imamo vse. Notranja temperatura, zunanja temperatura, sonce, vlaga in je treba za te stvari skrbeti. Isto je pa kopalnica, voda, silikon. Če niso naredili silikona, ki je vdržal v nedogled, zato ker slej ko prej propade, ker je pač material tak. Tisti silikoni, ki so pa primerni pa za vodostaj, ki so pa to, se pa grdo, tisti pa ni, da ti je na fugico pri tapeti naredil. Tukaj je ne samo, da mora biti lepo, uporabno, da ima pač funkcijo. Ja, voda. Na koncu smo zraven še vodo, vsa čistila, pol ljudi to z raznimi parnimi temi čistilci, pač iz vsem. Ja, in to fuga, mislim, to silikon. Pa dan za dnem. Ja. No, meni se je tudi že zgodilo, da sem umivalnik, ker sem pucal z kopalnico, pa sem bil skoraj preveč redoljuben, da mi je požrl. Noter je v bistvu, ko pride, kako se temu reče, ko pride čez umivalnik. Otok, sifon. Sifon, ja, zgoraj. No, sifon je odletel, po 3 letih ga je požrl. In jaz pridem v hvama, pač po 3 letih, pa ne vem, jaz bil ti zraven, bil en od prodajalcev, pa s čem pa pucaš, pa koliko pucaš, ja tole, pa tole, pa tole, ja. Pač material dela, Ja, seveda. Če nimaš primernega čistila, no, mogoče čistila. Koliko igra vloga čiščenje pa vzdrževanje kopalnice z njeno dolgoročno obstojnostjo? Ja, zelo veliko drugače. Mi imamo prav na čistilih že kar dosti veliko zgodovino. To, ne vem, zdaj 10 let plus. Smo začeli prodajati Fila, to so eni italijanski proizvajalci, ki ga
proizvajalci ploščic priporočajo za čiščenje, naprimer po polaganju pa te stvari. Ker je bilo vedno težavo najti čistil, da bi to dol spravil. Ker pri ploščico samo težko poškoduješ, ker ploščica je narejena tako, da je pač grinitogres, zmes kamnin po teh dodatkov, je stisnjena, potem je pa čez v bistvu steklo zapačeno, da ima glazuro. Se pravi, to ploščica z glazuro, granitogres, ne bo nič upila vase. Pač ostalo bo na glazuri. Ti moraš samo tisto dol sputati. Druga stvar so pa armature, ki so zdaj te razne sodobne barve pa tako naprej. Te barve pa čistila, tudi če niso toliko agresivna, pa ne grejo najbolj skupaj. Začne verjetno zato je pač poškoduješ. Dan za dnem poškoduješ in ni to. Tukaj smo pa, nekaj let nazaj, začeli sodelovati s Urško od Melov, pa pač te komplete pa nas prodajamo njene. Enkrat smo jih dali, ona je pa res tudi delala našo kopalnicama in smo se takrat, so se punce spoznali med sabo in smo enkrat naročili za novoletna darila, na tej naši fešti damo na koncu vsako eno vrečko in smo naročili novoletna darila čistilo za kopalnico njeno. Smo ga lepo pobrendirali in sprav ne moš verjeti, tako po enih pol leta, tam sred poletja enkrat, so ljudje začeli nazaj hoditi. Zdaj pa čistil v kupu, ki je bil res dober. Tako da zdaj imamo pač te pakete čistil, ki jih z veseljem damo zraven, ker so res pač uporabnice zelo navdušene. Ja, pa da je rezultat pravno. Ja, rezultat je res prav, pa še lepo dišijo, pa niso neki tako zelo nevarni. Kopalnico, če imaš primerna čistila, kopalnico spucati ni tak problem. Če pa, ne vem, jaz sem imel primer, moja prav, jaz kopalnico sam zarfam pucam, super, ste grobmo verjete. Ja, super. Pa še malo podrgno. Tako, pa kromirana pipa, pa... Ja, to je to. Vse je spucana, Je pa tako, drugače, kjerokoli čistilo, treba to po pamet delati. Ja. Mi smo imeli zaradi teh čistil ogromno reklamacij, ko v bistvu niso reklamacije, sem pač treba ime razložiti, kaj pa kako. Navodila uporabe. Ja. Ker da ti pipo, tudi če je krom pipa, ampak krom je toliko bolj zaradi izdelave, pa zaradi tega je toliko bolj obstojen. Naprimer, če je črna pipa, pa da jo ti z agresivnim čistilom ne špricaš, ne suho, sprav, da je pipa suha, ko jo špricaš, pa pošpricaš, pa to 15 minut pustiš, pa da to delaš enkrat na teden. Čez en let, kjerkoli ne bo več tak. Lisasta, Ja. Požrene. Lahko se tudi lušč, če je malo slabši proizvajalec. Aha, če šparaš. Ja. Mi smo tudi na enemu butičnemu hotelu, težava, ki je bila, naprimer, črn vec je črna deska. No, to je. In potem je gospa, ki je to čistila, iz zelo agresivnim čistilom, ker niti slučajno ne bi smel v kopalni izdelati ene stvari. Prišla noter, odprla desko, pošpricala, šla do umivalnika, pošpricala, pa je šla ostale stvari narediti, pa je pa šla nazaj. Vem, zato ker, ko me je zanimalo, kako to poteka, sem šel pogledat, ker je to bilo več desk uničenih. Ja. Ona črna deska ni bila več črna čez par mesecev. Tako požrene. Je požrel vse. Mislim pač, to so materiali, mislim, to so tudi čistila namenjena za to, da požre, zato je toliko agresiven. Ja, sam ni za vse, ne. Ja, itak. Ja. Tako da sem šel to pol na lastne oči pogledati, kako to ona čisti in sem zelo hitro gotovo, kje je težava. Kje je reklamacija? Ja, ljudje... Naumnost stane, no. Pa te vece verjetno niso bili poceni. Tudi neki zelo dragi ne, ampak pač brez problema bi zdržali tista deska 10 let. Ja. Ni zdaj, da se to kar luščne. Moš nekaj nepametno narediti, pa da do tega pol pride. Tak. Ti kam pa misliš, da gre malo za naprej? Kam pa misliš, da gre ta sektor kopalnic, pa kam kažejo trendi? Ker vi ste s trendi kar precej na domačem. Kakšna je sodobna kopalnica? A pa kako je kopalnica izgledala čez 5 let, pa 10? Če bi bilo po mojem okusu, bi vsaka taka kopalnica imela na koncu, to, kar sem prej rekel, kakšno savno, ki je tazga zraven. Aha, v tej smeri. Zato wellness. Mislim, sej pač
Načeloma moramo poskrbeti, da se dobro počutimo. Ne. In s kakšno tako stvarjo verjetno bomo lažje. Sigurno. Siguren pa ni toliko. Če bi me to vprašal, ne vem, 5 let nazaj, bi rekel, mogoče sploh ploščic ne bo, ali pa bojo res sam kakšni drugi materiali, pa tapete, pa to, ampak ploščice ostajajo. Ja, dobro. Mogoče ne v taki meri, ki so bili včasih, oblekane skoraj še po stropu, ampak ja. Ja, pa tega mehkega formata je čez dalje manj. Ja. Manj fuge. Vse pri ploščico spucati ni problem so fuge. Ne? Ja, pač večji. No. Spet je treba videti, kaj pa kako se dela. Ja, tudi to je. Ker fugo se da tudi tako spucati, da jo ni več. Če jo fajn drgneš. Ti, kako pa v Visterju ohranjate? Govorila so že ta pripadnost, pa kolektiv, pa gor pa dol. Na kakšen način se pa aktivno lote grajenja odnosov? Imate toliko team buildinga, izobraževanja? Kako kot podjetje skrbite za svoje zaposlene? Ali pa kako ti skrbiš za svojo ekipo? Verjetno vsak od nas reče, da premalo skrbimo za vse te stvari. Zmer bi lahko več. Zmer bi lahko več, no tako bo boljše. Ja. Zmer bi lahko več. Mi imamo te naše pač team buildinge, druženja. Je pa res, da se, kot sem rekel, premalo, če za to vzamemo. Mogoče za dobro počutje, pa za te stvari smo naredili zdaj tako, da smo vsak četrtek in petek odprti samo do 3. Ker naša trgovina je bila drugač 34 let odprta od ponedeljka do petka, od 7 do 7, pa soboto od 7 do 1. In to je pač kar dost velik razpon, sploh za takrat, ko so dopusti bolniške pa te stvari. Tako da smo po ideji direktorja, ker se mi sprva mogoče zdela malo kar tako ostra pa to, ampak smo jo zelo hitro posvojili. Smo četrtke in petke odprti samo do 3. In salon in trgovina. Ostalo pa pač tako, kot je bilo. Ja. Odziv zaposlenih? Od začetka so malo tako, a bo to res v redu. Bali so se zato, da nam bo promet, na primer, padel. Ker pač vse ne moreš komunicirati z celim svetom. Mi smo pa zdaj četrtke pa petke bomo malo zadihali, ker pa imamo pa itak delovno soboto. Ne sicer vsi vedno, ampak jo imamo. Ne? Ampak zadnje čase je pa zelo luštno. Nam je v redu, tudi meni, kot tismo, ki mora malo organizirati, da nas je res dost tam, je lažje pol kakšnemu v četrtek dati dopust, petek. Ker v prejšnjem sistemu, če si dal nekomu dopust, ga je mogel nekdo malo pokriti. Tako da je to ena od stvari, ki je malo... Kaj še imate pa izziv iz kadri? Vodovodarjev pa keramičarjev ne zaposlujete, ne? Kaj ste se ognali enega krv bola, Američani pravijo, ne? Kaj pa ostal sektor? A imate izzive pridobiti kvalitetne kadre? Mislim, vedno je težava verjetno s kadri, da ne samo, da pridobiš kvalitetne, da pridobiš tudi take, ki pašajo ekipo, tako kot smo se prej pogovarjali. Je pa res, da mi imamo zadnje čase kar zelo veliko srečo s tem. No. Ni bilo kakšnih... To, da bi bil pri nas do 2-3 mesece zaposlen, pa da bi pol šel, se že ni zgodilo kar zelo dolgo časa. Kje pa je večji izziv? Dobiti novega arhitekta ali dobiti novega specialista na področju vodovoda, pa da dela v trgovini? Kaj težji dobiš od kadra? Čudno se bo slišal, ampak nekoga za trgovino. Za trgovino težji, ne? Ja. Tehničarja? Tehničarja, ki bi... Pač malo spet specifika, ker je delovne izmene pa to, ampak težje ga dobiš. No. Ker če vse je treba mrske vedeti. Ja, veliko, ne? Velike tega. Ali pa imamo toliko večjo srečo pri fantih pa puncah, ki delajo v salonu, mogoče smo bolj poznani pri arhitektih pa pri teh in da malo lažje dobimo. No. Ja, tudi nekaj rezime, ki ga imate kot blagovna znamka. Ne? Vedno smo imeli v salonu, nikoli nismo nekaj tako prav veliko iskali, pa vedno smo dobili. Ne?
Ja. Za trgovino sem pa kar nekaj časa napenjal mišice, pa to, da Za pridobitev kadra. da smo zdaj približno v redu. Pa bi rekel, da merkate na zaposlene, če se le da. Se trudimo. Ja. Ja, lepo. Kaj pa ogrevalni sistemi? To tudi prodajate, a ne? Ogrevalni sistemi pri nas so pa stvar, ki zadnjih več kot 10 let nismo kaj posebej Vlagali. nismo kaj posebej namenili pozornosti. Ja. Mhm. Zato, ker je res težko biti na preveč koncev razpeti. Je pa mogoče tudi ena od stvari, ki nam bo v prihodnje lahko namenimo več pozornosti. Pa tega. Še vedno prodajamo stvari tako za vodovodarje, za centralne, pa to, ampak kjerkoli, naprimer od naših, od podjetij na pač našem nivoju, ki smo bili, tisti, ki so se lotili samo ogrevanja, delajo res samo ogrevanje. Malo je takih, ki bi delali in ogrevanje, in kopalnice. Pač ne moreš biti pri vseh stvarih Isto najboljši. kompetenten, ja, težko je. Pač ne moreš premikati sveta na obeh koncih. Ja, ko v tem procesu boš sebe zafrknil, pa boš stranko, ne hoti. Ja. Ja. Se bomo pa sigurno potrudili, da bomo v naslednjih letih tudi na ogrevanju še kaj naredili. Tukaj imam eno vprašanje, tako malo bolj izzivalno. Pa me zanima, kako boš na njega odgovoril. Kateri so največji izzivi v projektih, kjer gre za vrhunski dizajn? A je to čas, denar ali ego? Ker to imamo opravka z ljudmi z izbranim okusom, z izbranim razumevanjem. Mislim, Kje se zatika? mi imamo izkušnje s strankami, ki imajo in okus, imajo in čas, imajo in denar. Ampak takih strank je res malo. Običajno je pri teh stvarih, da ena od teh treh stvari nekaj škriplje. Kje pa največkrat zaškripa? Mislim, pri tistih, ki imajo denar, pa imajo okus, je običajno tako, da Gre na hiter. da bi nekaj na hitro. Pač dizajnerske stvari, ki bo samo za njih narejena, ne moreš čez noč narediti. Ja, tudi če daš ti to gnarja, ti ne članovca. Vse to je podobno kot tisti trikotnik, ki ga velikokrat rišemo. Kvalitetno, poceni, pa hitro. Se pravi, kvaliteta, čas, pa cena. Ne? Ja. Lahko samo dve izbereš, treh ne moreš. Ja, vse troje ne gre. Ne more biti pocen, hiter, pa še dober. Tako. Ja, težko, no. Mislim, to Lahko je mission pa impossible. pocen, pa hiter. Ja, sam ni dober. a Tako. ne. Ja. Lahko je pa hiter, pa drago, pa tudi ne dober. Ker težko je dober narediti hiter. Da se delati hitrejš, sam vsaka stvar, sploh keramičar, vodovodar, ti rabaš svoj čas za to, da te stvari narediš zbrano, ker ti če 12 ur na dan delaš, pa boh ne deja, ampak to fokus ni več isti. Ne, tako ne. Pa te stvari vedno treba gledati na ta dolgo komponento, časovno. Se pravi, pomeni, zdaj le vam vodovodar ali pa keramičar delata, delo bo mogoče en dan ali pa 2 dni del, ampak vidite pa to 20-30 let uporabljali. Ti si en dan, ki ga bo on del delal za to, da bo dobro naredil, naj naredi. Ja, pa tudi plači ga, ne. Ja, pač Ja. Mislim, fora je, če pri teh mojstrih, če obljublja, da bo hiter, pa da je še zelo ugoden, da se ti fajn zdi, pa da je še kvaliteten, Tle pridemo včasih v ta spekter sive, ki je lahko, lepo je, da bi bilo res in ponavadi je, tako da pri teh stvarih je fajn biti malo previden, Ni vsak, ki je najcenejši, tudi slab, daleč od tega, samo mogoče zelo da v hrabu, tako da, kakšen bi bil pa tvoj nasvet, recimo, za človeka, glede na to, da si že toliko časa v tem fohu,
na kakšen način izbrati izvajalca za keramiko ali pa za vodovod? Na kaj biti pozoren, ko se začneš pogovarjati? Mislim, siguren ga note najdel na Google. A Vprašaj. misliš? Mislim, a veš, če imam jaz težavo. Pač internetu do ene mere lahko verjameš. ampak Ja. moraš Če bi biti filter. iskal izvajalca, ali je to zidar, ali je malar, jaz imam mogoče srečo, ker pač zaradi narave dela poznam zelo veliko ljudi, pa zelo veliko tudi dobrih mojstrov, ampak če tega ne bi poznal, bi izvajalce iskal preko priporočil, sigurno. Ker bi, na primer, to je vprašal, da je en kolega, ki vem, da je delal hišo delo, kdo ti je delal, ali si bil zadovoljen, ali nisi bil, ali bo kaj to, pa bi pač toliko časa sprašal, da bi se z enim ujel. Ne. Nekatere stvari so pozoren, ko zbiraš izvajalca, recimo zase, ali pa za firma, da ste ful prenavljali. Na katere stvari si pozoren, ko izbiraš izvajalca zase? Kje so oni red flagi? Mislim, jaz načeloma vse, ki so delali za nas, ali pa ki delajo tudi za me doma, kakšno stvar, pač ga tako ali pa drugače poznam. Se pravi, so spet ene vrste priporočila. Zelo malo krat se je zgodilo, da bi dejansko nekoga rabil, pa da bi ga na internetu najdel številko po poklicu, pa rekel, da sem jo najdel tam. Ni se zgodilo. Lansko leto pri kompletni prenovi, pa letos je bil mogoče eden za tiste izreze za okna. Pa še za tega sem pol enega drugega poklical pa vprašal, a je ta v redu, pa je rekel ja. Pa sem ga pol poklical, pa kot si videl, so naredili. Kako pa pol gledaš, se pravi, izvajalca dobiva na priporočilo. Se pravi, neka kredibilnost, kaj pa pol cena, koliko ti pa cena igra vlogo pri samo odločanju, ker vi ste zdaj imeli res v investicije, kako si se pa to odločil, koga izbrati? A si imel več priporočil, recimo, ne vem, rabo si vodovodarja, dobro, to je zdaj mogoče. Koliko ti cena igra faktor pri izboru? Sigurno ti igra, je pa res, da mi smo imeli pri tem, pa jaz sem pri tem kar zelo veliko srečo. Jaz sem se z vsemi temi v štartu pogovoril, kaj pa kako. In smo se z vsemi temi tudi zelo lepo uskladili tudi ceno, tako da ni bilo, da bi nekaj. Ker mislim, da so vsi vedeli, veliko je bilo takih, ki smo partnerji tako ali pa drugače in je bilo to malo lažje. Drugič pa verjamem, ko se nekdo loti ali tazga projekta, ki je bil naš, ki je bil res kar velik, ali pa tudi sam eno hiško prenoviti, ali pa še večji. Cena mora tako ali pa drugače biti en faktor. Sam, če to spet razdeliš na dosti dolgo obdobje, pa razmisliš, kaj vse gre lahko narobe, ker verjetno nimaš človeka pa podjetje z najboljšimi možnimi referencami, s priporočili, pa da bo čisto na ključu še najcenejši. Ja, to se nam zgodilo. Veš, kaj hočem povedati? Ja, ne. Filtrirati na ceno. Ja, eno zlato sredino, odgovoren in do svojega denarja, če drugega ne, in do pač objekta. Kakorkoli. Ja, imeti eno zdravo mejo razuma, pa sigurno, mislim, ponavadi, če je stvar prepocen, pač dobo boš za ta denar to, kar boš dobo. Ne pravim pa, da so tisti, ki so najdražji, najboljši, tudi tklele. In tudi obratno, ne smejo reči. Ni nujno, da je nekdo, ki je najcenejši, slab, pa najslabši. Lahko je pač avtomatsko se to ne zna prodati dobro. Zato, pač, ker je mojster in on ni podjetnik ali pa z marketinga. Tako. In ne zna tega na tak način predstaviti, ne zna si izračunati svoje ure, da bi sploh ugotovil, kje mora zdaj on biti rentabilen, ko v podjetništvu je treba vedeti, da določene cifre obstajajo, ki jih moš ti dosega, drugače je vprašanje časa, kdaj se te firma lahko, tako kot hiša s kart, sam podreja. In pa te mojstri, kako. No, a kakšna je pa tvoja teorija, da pride do tega, da ti nekdo reče, da bo prišel, pa ga pa ni? Zakaj misliš, da se to dogaja? Mislim, jaz sem tudi glede tega, ker zelo velike izkušnje še vsem, ker toliko stvari sem že še vsem naredil, ali privat, ali pa v življenju. Zakaj misliš, da do tega pride? Da se najdejo mojstri? Mislim, jaz sem iz vodovodarske familije, tako ali pa drugače, tudi tast. Pa svaksta vodovoda. Ja, vsi. Ja, pač in ati, pa pač že en kup prijateljev manj, tako ali pa drugače to delajo, ampak če pustim te prekraj, ki pač so načeloma poznajo na koledar, poznajo na uro in pač pridajo,
Imaš pa tudi, in pa niso samo vodovodarji, so pač vsi. No, Gradbeništvo. Ampak, naprimer, če se pogovarjava stroka. o gradbeništvu, jaz mislim, da ne znajo reči ne. To so se že prej pogovarjali. Ne. Vsak bi mogel v življenju, le pač ne morem, zato ker imam v koledarju nimam okenčka frejka, bi te lahko napisal, pač ne morem prijeti. Ne. Ampak ko se to enkrat rečeš, enemu ne morem, verjetno se ali malo bojijo, da mogoče pa kdaj bo imel čas, pa ne bo imel dela in pol pač obljubljajo, rečejo ja in ne moreš biti pa ti na 3 objektih v ponedeljku ob 8 zjutraj. Ja, Če si pač 3 obljubil, pa si sam. Ja, je pa neodgovorno Ja. to. Ne. Ja. Zelo In neodgovorno. pol se pač telefončki pa tukaj te ni, ja pa sem, pa te ni, ker sem jaz tukaj. Pa take stvari. Se pridem po malci. Ja, nekaj je time managementa, ne? Pač, jaz mislim, da največjo težavo imajo tisti, ki so one-man bandi, pa da imajo še enega, 2 zraven. Ja, vajence. Ja. Pa, veš, težko je, tudi ne rab se veliko organizirati. On mora pač za tisto eno ekipo mora imeti razpored. In se zgodi, da takrat verjetno počepnajo, ker mogoče pa dobi še eno ekipo zraven in on pa obljub krat 2 ali pa krat 3 stvari. Ne? Ja, jaz mislim, da njihov glavni problem je to, ker se tega ne lotevajo sistematizirano, pa z nekim redom, pa z nekim mesečnim planom, pa postavljanje nekih ciljev, kvot. To so zdaj že v smeri podjetništva, Ja, kar ti pa se pa- obrtnik v osnovi načeloma ni. On je tudi mojster ne za rab- izvajanje, Tudi ne rabi, če je sama. Ne? če je sam. Ja. Ja. Takoj, ko pa enkrat začneš dodajati ekipe, so pa pol, pa nisi več obrtnik, si podjetnik, ki moraš Ja. odgovorno za vse skrbeti. En dober primer je naš Danilo, ki ima vedno pri sebi tablico, pa koledar. Ima koledar tako narejen, da ima prav okenčke. In včasih, ko tako pokaže, ima v enem dnevu 5 tistih strank upisanih. Saj se bo pač tega tako ali pa Držal, drugače ja. držal. Ne? In ko ga kdo kliče, odpre, pogleda, pač čez 3 tedne imam na petek dopoldne fraj. Ja, žal ne. Je pač Če tako hočeš, je. da jaz pridem, bo takrat sem na voljo. Ne? Ja. Če bo, pa si mislim, da tudi stranke morajo to razumeti. Ne? Pač nekdo reče, da nima, pa mu pol stranka še kar drži. Pač jaz bi stranki povedal, lejte, če jaz zdaj vas vzamem, potem ta Janez Novak, ki mu moram takrat tapeto nalimati, naprimer, k temu ne morem iti. Ampak da mi jaz njegovo številko, pa ga te vi poklicali, da bomo te to razložili, zakaj je vaš, ne vem, malanje vaše stene bolj važno ali kaj bo naredilo. Ja, pa včasih pa tudi ljudje ne razumejo, ker imajo v glavu, da se svet okoli njih vrti. Ja, a ne. seveda si. To je to. Mislim, ne obstajaš samo ti, nek red je na začetku. Ja, sem spet, ne, ti moraš imeti ta celosten pregled na tem, kar delaš. Drug razlog, ki pa še porajtamo v gradbeništvu, je pa ta delo z obratnim kapitalom, a ne, avansi. A ne, mojster dobi avanse, pa ne vem, gre pa kup na okomine, pa treba pa material plačati, pa mi že nov avans pobere, pa se začnejo pa stvari zelo hitro komplicirati v smislu upravljanja z denarjem pa s finančnimi viri. Ne. In klele, ne vem, saj jaz, ki delam stvari s predračuni, ja, avans ni problema, pač na ušti založil za material bom jaz, ne, vse bo moj, sam pač dajte dobiti neka potrdila, neke dogovore in tako naprej. Ne kar zdaj denarja talati, zato ker bo, ne vem, 3% cneja. Ker lahko na koncu noč dobo nič. Ker jaz, ko sem fasado delal, sem bil, je pač prav primer. Imeli smo plačane avanse, dobro, zgodila se je na pol tragedija, no, ta, ki je bil odgovoren, ki je prevzel projekt, je imel težko prometno nesrečo, padel v komo, untrej četrt. Afora je, mi smo imeli bajto, odar je stal, ne. Se jaz razumem, se njemu to zgodil in je bila že tako panika, pa denar smo dala, ne. Jaz nisem imel še enkrat toliko denarja, da bom še enemu drugemu dal za materiala, ne. No, v glavnem, na koncu pridemo do tega, da itak pač dečko zapletena zgodba, smo prekinili sodelovanje, denar se je vrnil, se je vse pošteno naredila, ne. Pač se projekt ne spelje, mi začnemo iskati drugega. Bilo je pa to že v oktober. Mi bi mogli začetek septembra delati in je bil že oktober.
In jaz si taka, ne, valjda, začneš iskati, ok, priporočila, pa te palma ocena, pa gor, pa dol, v glavnem. In je bilo na eni točki, pride en gospod, ki se je javil, predstavil, legitimiral se je z uradno firmo, pač da je to podjetje in gor in dol in pride na ogled, drugače prijazen, ful svetov, untri četrt. Sam, ker sem jaz vsem tukaj enega folka srečal, mečkan, ne vem, malo instinkta dobiš, da niki pa vse ne zgleda, da bo v redu. In je bilo, ne, pa ko se je pa začel vršiti pritisk za avans v gotovini, a ne. Ja, daj ti meni urja pa pol, a ne. Lej, prišel si pogledat, daj sestavil predračun, pa bomo pa z avansi pa tako naprej. Ja, ne, daj ti meni, daj dele urja pa pol, lej, jaz zihar pridem, zihar. Na otroke, a ne, on je bil, vse bo naredil, noben problem, pa še tako je bilo, da drug teden v ponedeljek pridem. A ne, kakor čez 3-4 dni. Sem jaz skle, lahko začnem, gor do levo, desno, ne. Še brat je bil zraven in jaz njemu, ok, v redu, ne, vse super, važi se rekel, lej, ti meni predračun sestav, pa to pa bomo pa mi avans na TRR, pa dalje, a ne. Ko tam videl, da boš na bajto prišel, vmes tako izutri šel lepo na banko, ti takoj plačam, ti dam potrdilo, lej, jaz imam rad svoj ime ohranjen z nekim poštenjem. In ti naslednji dan grem jaz gledat to firmo, ni bil upisan kot lastnik, in jaz kličem na to firmo, vprašam, da bi bil ta pa ta gospod pri nas. Prav meni na drugi strani, kdo pa je to? Jaz pravim, ja, predstavil se je, da je od lastnika sin. Prav, ne, jaz sem lastnik, jaz sem 2 hčere, jaz nimam benga sina. Jaz, aha, super, pol za tega pa tega niste slišal, niste imeli nobenega ugleda planiranega pri nas. Prav, ne, se rekel, lejte, ta pa ta. Vaše podjetje poriva naprej kot legitimno, vse je izgledalo super, sam to, kdo te vedel. Jaz tega modela kličem. Kako kaže, gor dol, se rekel, ti, sem na firmo klical, a ne, pa so rekli, da te ne poznajo, ne. Ja, ne, to, in on se začne vaditi, ne. In sem bil tako, mislim, ampak na hitro. Ne, itak je pa sam telefon dol vrgel, pa blokiral telefona, ne. Yes. Ampak, mislim, res, ljudem roko na srce, dajte, če fišate, a ne, da ni čez priporočilo, če se fiša po spletu, sploh Facebook skupine, daj pejte čez ene inštance, daj poglejte, pokličite na firmo, preverite Busy, iPads, kakorkoli, ker če ne, se lahko dogaja, se grdobije, no. Ravno zdaj v teh dneh je spet nekaj krožil, da nekdo okrog hod pa pobira avanse. Ja, to je noro. Ne je bilo nekaj. To je noro in to folk, ne vem. Pa dogaja se pač največja napaka vseh, tudi mene kdaj. Dajte zahtevati predračun in izvajalci, dajte delati predračune. Ja, na predračunu papir daš ven. Jaz vem, koliko kakšna stvar stane v mojem ofohu, vse približno, ne bom falil veliko. Ampak, ko pa ti nekdo, kako se rekel, te prije z fasado, ne? Se ni nujno, dobro, ti spet si malo fohu veš, ampak... Ja, Miha, imaš občutek. Pač zahtevaš predračun, če si izvajalec, izdaš predračun. Predračun noter imaš napisane vse možne stvari, tu še kakšen dodaten tekst, pa še kaj zraven. In potem pri teh stvarih pač ne kažeš na TRR mahanje z gotovino... Ja, ni vreden. Ja, ne, jaz mislim, da ne. Na koncu, mislim, v tvojem primeru, verjetno od 10, 3-4 bi nasedala. Ne? Če bi bili dosti obupani, bi nasedali, tako ali pa drugače. Ja, zato, ker meni se je modil, ne, celo vreme in odhodu, oder sem mogel začeti že podirati, pa ga v bistvu sploh še uporabljati nismo začeli, ne, tudi oder košta, stroški se povečujejo in valjda si obupan, ne, in takrat najhitreje narediš talo. Tako da moj pristop k tem stvarem, pa verjetno se v strinju, dajmo vnaprej premisliti, zbrati na papir, pregledati, pol pa izvedba. Ne se zaleteti v izvedbo, pa študirati, kako bomo naredili. Kako se je končala zgodba? Naslednji let ali tisti let?
Ne, smo pa dobili ene fante z Kosova, sicer pridni, no, nič rekel, ampak tudi ni šlo vse tako, kot bi mogli iti. Itak komponenta, ki je pač mene v danem momentu je bil čas pa vreme, a ne. In sem pa na koncu tudi sam skakal po odru pa popravljal zaključke, zato ker je bilo pač fantje so prišli, to jaz razumem, te ljudje grejo za kruhom, vejo, te trgovine z ljudmi je ogromen in težko je najti primernega izvajalca. No. Sem pa zavedati se moramo, da ko pridejo k nam, oni tam niso delali fasade, oni so tam delali XY. Ja. Z. Pri nas je pa nemški standard. Ne, niso delali fasade. Poznam primere, ki je bil tam pa nič slabega. Tam je bil pastir. Ja. Nič slabega. Je zdaj izvrsten keramičar, ne najdeš tako dobrega. Težko najdeš tako dobrega. Ampak tam je bil pač pastir. In to s ponosom pove, to je čist v redu. Ja. Ampak predstavljaj si, da naprimer, ti, ki so prišli fasado delati, ne, so tam lahko delali karkoli je delo. On zdaj sem prišel in zdaj bo klet delal tebi fasado. Ja. Pač tako je. Ja. Evo. Nekaj nama govori, da so konc. Ja, luč nama je ugasnila. Bom malo bolj v temi zaključila tole. Jaz mislim, da so povedala veliko zanimivih stvari. Lobi, še klepetala. Upam, da sva brez problema. Ja. Malo bi spila vmes, pa bi še eno uro potegnila. Verjetno bi ti jaz pa v enem momentu ugrabil podcast. Ja, nič hudega. On je zato tukaj. Zdaj me že zanima vse o tem, kako si se odločil, da si jih vzel za fasado. Aha, ja. Lej, mogoče ob drugim. Naslednjič. Še enkrat ti hvala za to, da si se odzval, kljub temu, da si že skoraj rekel ne. Upam, ja, da si užival v družbi moje. Težko je, sem ti povedal. Ja, lej. Cenam, no, kot cenam. Tako da še enkrat ti hvala. Z veseljem. Ni bo tako hudo. Hvala.